mi dajo vrečo za smeti na glavo, pa mi začnejo davati. Oni drugi, vsi ostali pa repetirajo pištole, veš. Shit. Dajmo predstaviti do našega gosta, Simon Doma. Jaz mislim, da že kar veliko ljudi ve, mogoče so, zakaj si tukaj, o čem se bomo pogovarjali, ampak da gremo vse malo bolj nazaj, pa preden gremo do tvojega otroštva, pa kje si gor rasel, pa kaj si počel. Midva se poznava tudi že na 20 let, se mi zdi. Nekaj časa smo ven hodili, pa nekaj časa nismo. Sem enkrat sebe to rekel, kje pa je Simon pisa, a danes ne pride? Pa je sebe rekel, ne, danes ne pride, pa mogoče naslednjič tudi ne. Ti si bil v zaporu zaradi droge, boš povedal zakaj pa kako in spisal si, oziroma na trg je prišla ena tvoja knjiga. Povej, kakšen je naslov? Gringo Loco. Gringo Loco, norci. Kakšen dober naslov. Ja, nori tujec. Kakšen dober naslov. Ej, lahko še jaz gosta predstavim? Ja, pa daj ga, no, kaj? Jaz sem si tako zamislil, Simon, pa jaz upam, da te ne bom užalil. Saj sem prepričan, da te ne bom užalil. Ampak jaz bi te, glede na to, kar sem jaz slišal pa prebral tebi, jaz bi rekel, da si tak edini gangster, ki ga jaz poznam, ampak gangster dobrega srca. Ja, bi rekel, da ja. Evo, tako bomo začeli, Ciril. Da star, a veš kaj, ker sem jaz slišal, da te ne bo za nekaj časa takrat, ne? Pa pol tudi, ker smo razmišljali o tem, pa si nazaj prišel in sem se pol, ker sem te videl po več letih, mislim, da bo en rojsten dan od sebe, ne? Tako. Stari, jaz, ko se zagledam v tvoje očke, ti si meni tak lušten teddy bear in vedno je tako bilo, a ne? Pa zdaj prej smo začeli snemati, si rekel, ti, jaz, ko sem šel dol, veš, ko smo govorili o tem, kako so tetovaže vplivajo na mnenje ljudi, ne? Takrat si bil bolj brez tatujev, nekaj si imel po hrbtu pa to, ne? Čisto en ime, ja, v bistvu, ampak itak si ne videl, ne, itak sem na majica. Odkot prihajaš, no? Prvotno, mislim, živeli smo v Fužinah, pol iz Fužin smo šli v Zalog, pa je Zaloga v Venezuela. Všeč mi je ta jeben trikotnik, ki se ti je zgodil. Ja. Je nič, čeprav razumem, je tebe ene vrste osebna stiska gnala v to, da si želel na hiter dobiti veliko in pomagati doma, ne? Se vem, da si o tem že razlagal, pa govoril, pa najbrž so tu knjigi, ki piše, pa tako, pa da se kaj prebrati. Dej vsem si vzem malo časa, pa povej, kakšna je bila situacija, da pridemo pa v ta zapor, pa se začnemo o njem pogovarjati. No? Ja, začeli se je, ko sem si z mami mogla sposoditi denar, pa je bilo to, ne vem, prvotnih 3000, ne, pa ne vem, primer smo bili zmenjeni za pol leta, ampak je, ne vem, ta pač, ko me je posodil, je po 3 mesecih, da on pač nujno rab ta denar, itak je vedel, da ga ne moramo dati, ne, če sem komu ne obresti dajo, ampak ok, to smo še dajali. V glavnem mi je rekel, sem rekel, jaz itak ne morem, ne, se smo se zmenili pač za toliko časa, ne. Pa je rekel, ja, pač, da to njega ne briga, da on rab nujno, ampak ima pa rešitev zame, ne, da mi bo pa en drug posodil, ne. In itak valjda obresti takoj večje, kam je on dal, ampak jaz itak nisem jih imel, odkje bom vrnil, ne bi si jih niti sposodil, ne, sploh pa ne za toliko časa, ne. Ja, pa se je pa tako začelo v bistvu, pa si pa en začaran krog, pa da vsi sposodiš od drugega, da temu poplačaš, in pol valjda dolg je, valjda, nažalost, pol je tako logično, dolg rašča, pa je še streha na hiši naši vrstni začela puščati, smo se še za to sposodili in pa se pravim, pa je bil pa dolg skozi več, v bistvu skoraj cela moja plača je šla v bistvu samo za obresti. Simon, pa a ti misliš, jaz sem že dosti zgodb slišal, nekih, pa ne bom rekel samo ulični posejevalci denarja, ne? A se ti zdi, da mogoče, če bi bilo to sistemsko urejeno, ker vsi vemo, da danes na banko pride, če nimaš ti nekih blaznih dohodkov, ne moreš kar dobiti, ne vem, 20 000 kreditov, 20 000 evrov, naprimer, kredita, pa da si zaščiten, ali pa da je neki tu zavarovalniško zavarvano, da te pol ne začnejo gangsteri lupati za neke obresti. A se ti zdi, da, naprimer, takih zgodb, ki imaš ti za sabo, bi bilo veliko manj, če bi bilo to neki sistemsko urejeno? Bi rekel, da je, skoraj sigurno, ja. Se pravi, da ne bi ljudje v krizo zapadli, ker ti verjetno se ne bi na drugo stran zakona podal, če ne bi reševal družinske situacije. Ne, sigurno ne. Ja, ampak kako to zgleda? Eno jutro sta se z mamo zbudila, pa ste rekla, nimamo, ali kaj?
Ne, v bistvu to za streho, kar rečem, so sosedje, tako so vrstne hiše, ne, in so vsi sosedje zamenjali streho razen mine. Ampak naša tudi, se pravi, je že puščala in smo pol tudi zaradi tega v bistvu, rekel, nekako sramu, bomo rekli temu, no, kar je zelo tako, ampak ja, pač tako je pri nas. Ja, pač Slovenci smo na hiše, ne? Tako je. In ja, se pravi, pa sam šlo postopoma in vedno huj, pa tudi več nisem imel zavračati, je tudi grožne, pa tako ne, pa v bistvu mi je en kolega, da to priliko, da malo več naenkrat zaslužim. Ej, ta stara pa šel pa na počitnice, ali kaj? Mislim, če lahko temu rečem počitnice. Ja. Čakaj, samo... Ne, čakaj, meni... Kako to zgleda, ne? Tep, naprimer, te ljudje, ki ti posodijo denar, ti začnejo groziti, pa verjetno ti grozijo, da bodo družini kaj naredili. Tako si jaz predstavljam, filmsko, ne? Kaj pa pol, ko praviš, ko dobiš tako priložnost, pa pride kao eden, pa reče, zdaj imam pa jaz zate... Ja, sem to Ben je bil iz Narjem veze, to je bil prav moj kolega. Aha. To ni bil Ben od teh, recimo, da bi mi to rekel. Pač moj kolega. Pa načrt se ti je zdaj pa bulletproof, da tu lahko... Ja, sigurno, ne. Mislim, mi smo bili prijatelji, nismo mi bili zdaj, da sem ga jaz srečal včeraj na cesti, ne. Mi smo se družili, ne vem. Par let, ne. In pa ti je rekel, klele je šansa? Ja, mislim, sem ga videl tako, malo bolj živel, dobre avte, tako, pa je on rekel, lahko ti pomagam, kao, itak si mi friend, ne, itak to je ziherica, jaz sem šel že ne vem kokat, in pol itak mislim, se pravi, niti jaz nisem imel neki, bom šel ali ne, sem mogel iti, čistko. In kakšen kuh težek je bil ta tovor, ki ti je naložil? 5 kil. 5 kil. Dej povej, kako to zgleda, ti greš pod pretvezo enega dopusta, greš v Venezuelo, prideš tja, si še kaj na plažo porejal? Ne, to moraš biti čim manj opazen, več ali manj sem bil v hotelu. Ok, dej upiš mi to pot, greš na avion, priletiš dol, kaj se pa zgodi? Ja, pol mi je dal naslov, kam ne grem, ker je hotel, sem pač taksi tam, sem šel s taksijem in itak po noč vse lepo, veš, to vse pržgane lučke, to gledaš na favelu, lepo, to se prav spomnim, kad je bilo včeraj. Pridem jaz v ta hotel, isto čez okno gledam, hudo, niti hudo, ampak pač prišel si varno, bomo rekli, ne, saj dokaj, ne, ker tam se lahko že med potijo marske spiti, to sem pol slišal, itak, ne. V glavnem, ja, sem v tem hotelu, pa pogledam, jaz se zjutraj zbudim, pogledam čez okno in vidim, kva pa je to? Kaj pa je bilo? Ja, barake modeli, ne, to so barake na baraki, to je podrtija, ampak po noč vse lepo, lučke, sem rekel, to bo lepo. Žurka. Ja. Ampak ja, tako se še posem pa v bistvu bil v tem hotelu, poj pa pač ta pol čez en teden, 8 dni sem se preselil v drug hotel, poj pa v bistvu ta prišel, drogo mi pač dal v kufr. A to je Caracas bilo mesto? Začetek Caracas, ja. Aha. Okay. Pa so šla pa malo naprej. Sam kaj ti, prav, zdaj imaš še malo ta hotel, ti si kaj, srkaš Coca-Colco, pa tam TV gledaš, pa čakaš, da se nekaj zgodi. Ja, doma si skozi, tako je. Mislim, jaz sem skozi v sobi ali pa gor pač na strehi je bil kaj ena terasa. In to je to. Ja, da si čim manj opazen, da nisi lih zdaj tam okolo nahodaš. Pa to, če si sam gringo v Venezueli, ni lih, mislim, bož, da nisi lih, vsaj ponočne, no. Ja, razumem, ja. Veš. Ti, kako se pa to zgodi, odprejo se vrata od sobe, model pride noter, a veš, kako odpreš kufr, pa rečeš, kam bo tole dala, pa kje regate bom čez dal? Ja, v bistvu, jaz sem bil v sobi, on je šel pa v drugo sobo, pač pa je s kufrom, pa je pa to celo noč tam štimo. A se ti zajebavaš? Veš, kaj se jaz si ne znam predstavljati, stari. Jaz ne vem, to odpreš, pa je ena kepa noter. Ne, to je prav dal v prah vse. A res? Je iz kamno, mislim, s kamnom skladivom je potovko, ne veš, kaj to so bile pač, ne vem, kocke. Si predstavljam, jaz jih niti videl nisem. Pa je pa na manjš spakiral. Tako, ja. K praha, veš. Aha. Ker jaz, ko sem šel to sem tudi pol zvedel, sem imel že 5 kil moke na to kufru. A ja, sploh ni bil. A je že, ker sem kešal. A ja, moka je bil Moka, tako. Lih tok, če bi padel, ne vem, ko sem šel iz Milana, ne, a veš, v Atlanto, a veš, lahko se oni ne vejo, kva je noter, a veš. Pa je šlo čez, a veš, meni me ni pregledal, ali pa ne vem, a veš. Če bi iz moko dobili, malo bi mi tam poglav daleno, pa spel se, veš, mi nič ne bi mogli. Ja, ampak tu si ti namenoma naredil? Ne, to so oni že naredili, nisem sploh gledal. Jaz sem pol, je rekel, no, gledaj, da se boš bolj varno počutil, je odprl pred mano kufr, pa sem zagledal na moko tam. Aha. In pa mi je bilo šovno, na pika ni, to je to. Veš, če sem čez Milano šel pa Atlanto. Kaj pa se ti v Atlanti rekel? Jaz sem se ponovadi
pa iz nič zataknil na ameriški carini vedno. Ne, jaz se nisem nič. V bistvu itak nisem šel iz kufra, ker je kufr šel iz aviona na avion. Tako da sem v bistvu sam bil. Ne, noč, čisto normalno sem. A veš, kaj se je meni enkrat v Chicagu zgodilo, ko smo leteli v Mexico City, ne? Bil je Seba, ne? Pa bila je Sabrina, leteli smo na eno predstavitev, mednarodno predstavitev enega avtomobila v Los Cabos v Mehiko. In tako pridemo mi skupaj, ameriški carini, vsi damo pasoš, ona dva, da ta pasoš, hvala, moj pasoš odpre, ja, vi rabite pa vizo. Pa jaz, kako rabim vizo, ne rabim vize. In smo imeli tam ping-ponga 20 minut. Sem rekel, jaz ne bi bil za drogo šverca, te se že z navadnim pasošom zataknem. Ja. Ne, jaz sem šel čez. Ker bilo bolj, da me tam že ustavili. Ja, misliš, da bi bilo boljš? Ja, itak, da bi bilo. A misliš, že boljš? Ja, to ne bi bilo zapor, Ne, itak mi ne bi, če sem imel moko. A ja, vadno, tam moko, ja. Itak bi me zdam pustili, veš. Verjetno bi te zavrnili, pa... Se pravim, verjetno eno duo poglav, kva se norca delam, pa me poslali. Ej, Janač, pa greš proti domu, kao, ne? Ja, A ja, ti si mogel iz Venezuele domov prinesti. Tako. Aha. Ja, pa noš v Slovenijo. Kaj pa misliš, Jure? Ja. Jaz sem mislil, da je tam rabo, da je iz Karaka se mogel iti sedno vas, a veš. Ja. To bi še šlo čez, po moje. Kjera dolenska na Juči, da bi dala. Ja. To je to, kar bi drva v hosto nosil, veš. Jure. Jo, pizda, mene bi dobil tako. Stari, ti si res brezumen. Ti kar to delja. Kam moram te kokaine nesti? Vate, kaj za prijavo, to je na 5 kg voke, koliko so me so rekli. Bad, stari. Ja, na letališču Simon Bolivar, pa so me takoj v bistvu prijeli. Takoj, ko sem šel dol po onih takočih stopnicah, v bistvu sta me takoj dva poklicala. Čak, ja, še prej čez kontrolo, pa vse to. Ja. Ti si na letališče prišel? Ja, 3 minute, 4. A pa kaj, misliš, da je bila smeštalka tu? Moj tak, ja, mislim rekel, da. Ej, čakaj, zdaj si rekel nameštalka, ne? Mislim smeštalka, karko si rekel. Hočem reči, da zdaj itak ogromen droge gre skozi, pač velike njih teh poti rata, ne? A to pomeni, da oni ali načrtno, ali kakorkoli, ne vem, enega od 20, enega od 10, enega od 100, se vse en punk te imajo in ostalo pa pač itak se vsega ne morajo poloviti, ne? Ja. A veš, hočem reči, da ti si bil na piki, misliš, da že odprej, ali so oni na randomnega modela? Jaz bi rekel, da sem bil naštiman že tako, no. Ja. Se pravi, jaz sem bil nič tetoviran, nič čisto normalen, lepo oblečen, laptop, kaj je, ne vem, biznismen, bi rekel, a veš. Ja, sam si pa, škaj ne, pustimo zdaj tvoje tetovaže, ne, ti si pa vsem kar opazen stric, ne. Že bil včasih. Ne? No ja, sam sem imel takrat recimo, ne vem, 92 kg, veš, nisem bil zdaj tako, kot sem zdaj, recimo, a veš. Ja. Zdaj sem res opazen, ja, ampak tako, kot ste rekel, no, tako, folk se me zapomne, no. Ja, se ve. Ja. Zdaj sam Ciril, dobro, a veš, kaj je Karakas mesto? Ja. Se to ne. Kaj, a misliš, da je tam en Simon? Mislim, Ja, tu si zdaj malo naredil, kar malo si ga tiketero po slovensko. Ja, zdaj pa, veš, ja, vsi v Karakasu so vedeli, da je on sfužin, pa je zaloga. Ne, nisem tega rekel. No. Ej, v glavnem priješ na letališče, greš po unih štengah dol, kako zgleda to, stari? A veš, povej mi, kakšen je bil tvoj ta prvi občutek, ki si vedel ta prvo sekundo, kva, Jure? Ne, jaz sem hotel, zdaj si pa vedel, da nimaš moke, ne, ko si šel iz hotela. A te tako, kaj panika? Ej, bom rekel, da prav nič. Kaj si bil zihar? Jaz sem bil fiks. Itak je vse zmenen, itak je to, pa če pa slučajno te dobijo 15 jurčkov, ti bom poslal, to odpre vrata, vsa pač duno ti bojo vzeli, te bojo spustili in to je to. Ne, jaz sem bil, se pravi, ajde bi, nisem zdaj en junak pa nekam, ampak jaz sem bil to 100%, jaz sem bil tako strahu že par let, že zaradi tega izposojanja, a veš. Ja. Tako da nisem bil tam, jaz sem to videl nekak rešitev v tem, a veš. Tako da res, jaz sem šel čist, jaz bi rekel, da sem čisto normalno šel, ne vem. Ja. Neč, pa tudi nisem mogel enega strahu kazati v 2 minutah, če smo že čisto iskreni. Ja. Mogoče bi se tam po domač vedeno ustral, ki bi mi tam začeli gledati, a veš. Ampak jaz sem čist gladko šel dol in to je to. Ej, kaj pa ta model, ki ti da, pol ko ti da, ti reče kaj? Srečno, noč, prepel si, ja, vidik se vidimo, kaj prideš, to je to. Shit. Hej, kakšen je bil ta prvi feeling, ki si ga kle noter začutil, ki si videl, da gre nekdo proti tebi, da bo, ne vem, kaj bi to, kako je to zgledalo? A to je bil uniforma bil? Ne, civil. Ej, da bom ti prav rekel, kakšen feeling sem ti zlagal, ki sem itak že pozval to, ampak vem, da mi je bilo ono, veš, kaj ti v želocu, ne oni ta gut metulčki, ampak bad metulčki, ono, fuck.
Pa odkud sem še rekel, mogoče me bo sam vprašal, kaj se nisem zdaj, a veš. Ampak sem v bistvu sem še tako mislil, to ste itak modela, itak veste, da jaz prehajam, ne. Ko, prišla bosta, pospremila me malo tam, a veš, lih tok, ne. V bistvu, da me ne kdo drug, v bistvu, a veš. Ja. Jaz sem si filmsko, ne, veš, sem se to predstavljal. Ampak itak polk sem še nov zahodnik, sem vedel, da ni več to filmsko. Da sam tema, ne vem, sam govoril, fuck, sam vem, da sem imel sam to, gledaj, prosim, ne, sam to sem imel. Kao, še zmer sem upal, da ne bojo ugotovili, veš. Pa tu, ona dva sta, tako ko si rekel, takoj, ko si ti vstopil, ona dva sta te uočila, prišla do tebe, pa sta se rekla, greš lahko malo z nama. Tako je. Jaz sem se spuščal po njih tekočih stopnicah dol, veš, in ja, sta bila že tam, sta me videla, sta že proti meni začela hoditi. Shit, a? Stari, meni gre, zdaj, ker razmišljam o tem, imam kamen tle noter. Ja, se kam to test. Kurac. Ja, res. Ne, imam mal kamen noter, ker si mislim, to je tak, ne vem, jaz ne vem, svet se ti odvrti, po moje kar na hitro, pa začneš gruntati, pa to, pa zakva, pa ne vem, pizda. A se ti spomniš na ene epizode v Izraelu? Ja, to je bilo tudi kar na hard. No, mislim, kar na hard. Ja, nač v primerjavi s tem, kar si ti doživel. Jaz se skušam poistovetiti z njegovim feelingom, ker meni je bilo tako. Veš, mi dva smo prišla na letališče v Izraelu in odpre pasoš in jaz pa on sva imela, ne vem, štempelj iz Istanbula. In so bila na pol, mislim, če zdaj malo pretiravam, ampak ne pretiravam veliko, kar tako na pol terorista. Veš, jaz sem prišel v eno sobo, ne, tam so nas okrog vodili, pa zaslišvala so nas pa tako, mene je ena ženska, tebe je tudi ženska, ne, da je pasoš držala, veš, tako pol face si je pokrila, pa ona malo na katedru, ti pod njo, pa jaz tako rečem še v ljudnostno, a ni Tel Aviv ful sonca, kaj dež pada, pa cel dan že, pa tako ona mene. Moš ti kaj proti našemu vremenu? Pa jaz ne, samo vprašam, veš. Jure, ti si neugoden za une modele s kapcem. Ne, ampak spomnim se pa momenta, ne, ko ti praviš, spomnim se pa momenta, ko se ti spomniš une sobe, ko so vstopila, ki je bila cela soba un rentgen. Pač, veš, glup moment je že, če nimaš kaj skrivati, stari. Ja, če imaš pa ti live, če se ti pa live obrne na kocki, pa ne veš še na katero cifro bo padel, ne. Pol pa si ne predstavljam. Okej. Odprejo kufr oziroma ugotovijo, ne, stari, zdaj si pa nekaj narobe naredil. Kaj se pa pol zgodi? Ja, pol so me dali tam pač v eno sobo, so mi tam kufr pred mano odprli, kad so ji tak sam palčko noter dali, veš, da so pol videli, se je obarvalo modro in da je kokain, pač ne. Une pred mano so si razdelili na moje obleke, ki sem jih imel, en se ga je prosmano močala, se je lepo tukaj dal tako noter, šel snačko. Zaplemba država. Ja. Neč, jaz sem imel, kar sem imel, vse poblečen, sem šel v zapor. Vse sem imel zel. Vse, denarnico, vse. Vse. Dokumentov. Tam sem imel, ne vem, par evrov, še par bolivarjev, tako na uni mizi za slikanje je bilo tako, ne vem, 20 bolivarjev, tako vse ostalo na evri, pa to jih ni bilo več, so zginili. On si je pa prvo časa za tak. Ja, ampak to je najmanjši problem bil. Mene bi to res razpizdil. Pa tudi tako sem rekel, ne, tam, ko sem bil pač prepričan, sem rekel, bom plačal, ne, kao teh 15 jurjev, sam spuste me, ne, prav, a jih imaš zdaj sabo? Sem rekel, ne, kao, puste me, vzamte kufr, dajte me vi pač v en hotel in bom drug dan pač bojo nakazali, ne. Se pravi, sem bil trdno prepričan, da je to štima, ne. Itak so rekel, ne, če imam zdaj, ja, če ne, pa ne, itak nisem imel, ne. In pol ja, uno sobo, po so me tam, ko bi mogel iti gor na avion, so me slikali z unim kufrom. Posta pa v bistvu že policaja prišla, pa so me odpeljali na eno postajo. Tam itak unih Venezuelcev mrgoleli, tako ena taka soba, not pa 100 ljudi. So mi tam vsi takoj po mem planali, ampak zgleda imajo v Venezueli, da je skozi en šef, ali ne vem. V glavnem meni rekel, ne me postijo, preditevam, ne, tako so špansko, res nisem znal. Samo tukaj sem imel zlato han, in mi že tam nekaj gledal, sem rekel, da boš zdaj to dam, pa da mi kdo strga tam še v šesa. Ja. Sem mu dal in pa so me tam postili v bistvu primer, tam nisem imel nič nekih problemov. Pa čez 2-3 dni so me pa v Makuto peljali. To je pa Kapošetov, recimo pri nas, preskovalni, ali ne. Pa sem bil, tam je bil kaos, tam jih je tudi, smo spali v bistvu na tleh, en zraven drugega. Tam tudi tako si gringo, dolare, veš, tako noč nijem, nič, veš, in tako angliško, in tako meni razumel, dva sta pa razumeli, eno, v bistvu, sorry. In pol isto pravila, ne vem, je bil, to je ena taka soba, pa je bila pa ena, ne vem, recimo ena takale betonska ograja,
ena tok debela in tam je bil, na drugi strani je bil WC, pa tuš, isto, ta čučevac v bistvu, ne. Ja. Pa na drugi strani pa smo spali oziroma preživeli dan tam. V glavnem in meni začeli reči, da ne moram iti kaj gor sedeti na tole betonsko ograjo. In če bom po noč zaspal, če bom padel v WC, bom v WC-ju spal, če bom pa na njih padel, me bojo pa zbili. Itak nimaš druge, jaz pa še eno sva šla. In je vsakemu čast, kada ga je poslal od gor, Venezuelec Anglež gor, rekel bom jaz s tabo bil. Model je bil celo noč z mano. Je tam sedel. A pa to je bil že nek preskus. Ja, to je bil preskus, ja. Če bi jaz noter padel, ker v WC bi tam spal v WC-ju, ker ni dobro, da pred reko spiš, ne, logično. Ja, valjda. Če bi šel pa med njih padel, bi me pa pretepel, ne. Pičko. Ampak kaj, tam res vsa čast mi je tam bil z mano, se sem pogovarjala, rad me že toliko bolela, veš, na unmu betonskemu 5 centi, pa moja širina, me rad bolela že noge, veš, ko se mogo štimati. Pa po glavnem se pa tale zbudil, en od teh, kao nekih glavnih, neverjeten, v tam bene 5, rečemo, pa je rekel, prid spat, kao, ti si gangster, prid med ne spat. In pa sem v bistvu tam z njimi, so mi dali en plec, ampak to smo se pravili, to smo tako bili, kar srdelde. Shit. Ampak tam je pa tudi tako, da ko pridejo, mislim, hrane sploh ni, ti obiski nosijo. Vsak dan ti lahko hrano prinesejo. Ti jih pač ne vidiš, ok, si jih nisem tako imel, ampak te Venezuelci in prinesejo v vreči in pač te pazniki razdelijo. Ja. Tako so vsi med mano šerali, tako da. Ampak on prvi zapor, oziroma na policijsko postajo, ko si prišel, ne? Tebe so zagledali tam ljudje in so kar planali na te. Tako je. Kaj, začne se prerivanje? Ja. Je pa cukata, veš, z rokav, pa. Shit. Dobar, pa tam si tako v šoku, ti sploh nič ni jasen, kaj se to dogaja. To je bilo prvič vse zameš. Kdaj je bil, a se spomniš moment, kdaj si se pa tako, naprimer, za live prav ustrašil? V Losteki so 2 leti. Valjda. Ok, zdaj smo v tem preiskovalnem zaporu, ne? A veš, kdaj pa pridejo te neke uradne obtožbe, a veš, a ti čakaš na to sodnico, nisi kaj dosti videl, sem slišal, kako je zdaj ta redosled, ok, zdaj si preiskovalni zapor, kaj se zgodi od tukaj naprej? Ja, jaz sem v tem kutu, ne vem, 14 dni, ja. Približe, ne, ja. Pa so me direkt iz tam v Losteke speljali. Kaj pa tam? Kakšna pa dobrodošlica, pa to, kako to zdaj je? No, tam pa sem prišel noter, smo prišli noter, 4 smo takrat meni zdaj prišli, jaz edini tujc. Prijaš noter, te vojska te pripelje, oziroma policija, smo šli noter, tam je bila ena taka miza in tam te popišejo, ne vem, Simon Doma, bla bla, iz kje si, in jaz rečem, ne vem, Simon Doma, Slovenija, pa sam slišim enega, brate, ti si naš. En pravno, hudo, veš, veš, pravno ti je kar lažje, 50%. Bil en Makedonc, pa je tako rekel, kao, dej, malo se priprav, veš, da ti bojo malo zastrahvali, pa tako, kao, dej, se boš držal, ko bo na strehi je bil dvorišče, je rekel, bom jaz gor prišel, on je v Maksimi živel, ko bom prišel gor na streho, pa ti bom malo povedal, kako pa kaj. No, v glavnem. Mi gremo, mene tam noter dajo in tako ni vsi gringo, veš, tam potep. Nekaj tam čakamo, pride, ne vem, mene 15 ljudi, dol tako civilki, veš, vsi s pištolami v rokah. V zaporu? Ja. Se neko, ok, to je verjeten, ne vem, pazniki, ne, civilu, ne, kaj pa, ti sanja se mi, da ima folk pištole v zaporu. Zakaj pol ne gre ven? Ja, veš, v glavnem, oni pridejo pome, mi odpeljejo to sobo 3, tam je šef bil, mi tam začnejo neki groziti, tako jih nisem razumel, ampak se vidiš, ne, po mimiki, po izrazu. To, če Kitajci bi govorili, bi jih razumel. V glavnem, po mi da tale šef 2 sangre, mi da vrečo za smeti na glavo, pa mi začnejo davati. Oni drugi, vsi ostali pa repetirajo pištole, veš. Shit. Ampak tako vem, da mi je samo poglašam, da ne to čim prej mine, ne končam, mami bo manj trpela, vsi bomo manj trpela, veš. Ampak itak, ok, hvala Bogu, ne, so me pol dal dol, vrečo, pa sem mogel tam še nekaj sklece delati, poj pa en Ibrahim, bil Luzero, to je ta vojak od tolpe, mi je pač pol po angleško govoril, kakšna so pravila, da tukaj treba plačevati, pa tako, v bistvu sistem
zapora. Tako, v bistvu sistem te naše tolpe special, ki sem pol bil. Ne. A oni so takrat takoj v to tolpo premestili? Ja, to je bilo pa, to sem tudi kasneje slišal, ne. To je mi McDonald's povedal, se mi zdi. Je pa, recimo, ko sem jaz bil dol, ne, v tem bomo rekli, k dvorišče, je tele Maxima, Mostriko pa special, to so tri tolpe, tako, ki sprejemajo tujce. Aha. Recimo paviljon 1, paviljon 2 ne sprejemajo tujcev. V glavnem, in oni, kdo da več pazniku, denarja ponud, tam greš. Aha. Veš, ko oni imajo nekoliko... To je tak zaporniški draft, pol. Ja, recimo. Kasuženstvo na nek način. Prvi pik na draftu. Ja. Ampak veš, tam vsi mislijo, da smo mi gringoti vsi milijonarji. Veš. Ja, valjda. In pa se tako bockajo za tebe. Veš. Oni pa niso vedeli, da si ti mogel žiti pod naru v Venezuelo zaradi strehe v Zalogu. Pa se v bistvu, ja. Sorry. Ja, in pač je specialno največ ponudil in pa sem cashal. Ampak tukaj prej Ciril to vprašal, ti na primer neke sodne dvorane, pa to sploh nisi videl? To sem pa pol po recimo 6 mesecih, sem pa videl sodno dvorano, ampak to smo šli kaj pač iz busi, tam sem tudi tega mojega bugarja spoznal, Vladislava, v glavnem sem kaj prišel, ja, in tam sem mi pa pač, ne vem, še prej sem mi pa rekel, da ne bom kaj glumil, da to ni bilo moje, pa nekaj, tam v Venezueli ti lahko tudi ne sodijo po par let. To ni tako, kot pri nas, veš. Tam, ne vem, ali kar na avto ne pride paznika, ni vojske, ni pa si 5 let lahko noter, brez da si videl sodišče. Brez da veš, koliko boš sedel. Tako, ja. Jaz sem imel srečo, ne, da sem po 6 mesecih, bi jaz rekel, da sem malo zlagal, tam pač okol, da sem šel kaj na sodišče. In ja, tam je ona vprašala, sodnica sploh nisem videl, pač ta pomočnica ali kva, je prišla, je sam rekla, ne vem, a boste priznal krivdo, 15 let je najmanjša kazen, itak sem podpisal v 3 sekundah, 15 let. Koliko si bil takrat star? 32. Fakt. 31. Fakt, to je pa kar moment. Ja. Ampak tako nekako mi je bilo lažje, ko sem že te v specialu povedal, te v moje tolpi, da se ne sekiram preveč, da pač mi smo tujci, da bomo zihre prešli, ja, veš. Tako tudi mamo, ko sem rekel, ne, sej sem dobil 15 let, ampak to ne bo tako, to bom 2-3 leta tukaj, pa, veš. Pa dobro, takrat si bil že pol leta tam, verjetno si se s čim že sprijaznil, v navednicah sprijaznil, v smislu si vedel, zdaj moj life bo nekaj časa drugačen. Ne? Mislim, v bistvu mislil, da sem moj life končal tukaj, no, v Los Tequesu. Ja? Ja. 80%, ima več, bi rekel, ampak kaj, da ne pretrajam, 80%. Ja. Kako, pa si se pomiril s tem, da si v bistvu na nek način v življenjski nevarnosti ali pa da si na točki v življenju, ko gre lahko v kjerokoli smer, katerkoli dan? Sem čist pomiril, ne, ampak tako dost v bistvu, jaz sem se sprijaznil s tem v bistvu. Daj malo povej, ki ti priješ tja v zapor, pa te draftajo, ne? Pa si pol zdaj, nam rekel, eden izmed njih, ampak kar naenkrat si del enega sistema, za katerega nisi dobil knjižico za uporabo navodila. Nimaš ombudsmana, ki bi se šel za človekove pravice. Zapor tam je čist nekaj drugega, kot pri nas. Če jaz prav razumem, tako kot tam si mogel stari na uni škarpici sedeti, tle si moral pa spati v bistvu nikjer na tleh. A veš, kako se vzpostavlja en red, da ti postaneš sploh nekdo, ki tam nekaj velja. Pustimo to, da si bil pol enforcer, pa vse. Veš, ti prvi dan priješ si nitko ništa, ne? Tako je. Kako grejo te stvari, a si ti že zato, ker si kao gringo, pa mislijo, da si loaded, a si zato malo prednosti, oziroma, a veš, kaj je tebe postavil pol na neko pot, kaj ti je dal en temelj, a je to bil sam ta tvoj force of nature, to, kar si ti kot človek, pa tvoja energija, pa to, kako se vse to zmeša, da si pol nekako se postavil na neko mesto? Moško, tako jaz bi rekel, to gringo, da sem je itak, ne, ful pomaga, ne, imaš, te malo drugače gledajo, kot te Venezuelce, itak, ne. Ampak tako nekako bi rekel, ne vem, nisem se v nič vmešaval, tako družil sem se, ne vem, itak sami s temi, ki so Anglež govorili več ali manj, a veš. Pa tako so videli, da sodelujem, a veš, ne vem, ko so obiski, ne gledam žensk, ne, a veš, tam pravi čakon, da si, ne, čakon pomeni, kao, da skozi neki iščeš ene probleme, a veš. Pa tudi tako bom rekel, da sem imel kar srečo, glede na vse, kar se do tam dogajalo, sem bil pač v sobi 2, da me je pač ta en luzero tako dosti hiter, en Carlito, me je tako dosti hiter vzel tako med sebe v bistvu. Jaz niti nisem ga razumel, niti on mene, ampak se veš, ko so se oni smejali, sem se jaz smejal pač, nekaj debilček, ampak ja, dobro zgledal, oni mi tak se, hudo, razume, pa moc se mislim, ne. V bistvu tukaj sem imel po moje sreče, pa bi rekel, ne da neki zdaj, ampak tako ljudje se mi kar hitro zapomnejo, no.
In po mojem, da mi je tam tudi to pomagalo. Ja. In pol ne vem, recimo, ker me je ta Carlito pol med sebe, tako me je kar klical, pa ne vem, knjige me nosil angleške, a veš, tam kaj je od koga ostalo, tujco pa to. V glavnem, ne vem, recimo, tam je bilo tako, da malo rečem, recimo, ne vem, oni so tam reti vzdrževali te pač luzeroti, ne, in tam, ne vem, oni so rekli ob 9 zvečer, ben več ne sme sobe iti in ti si mogel biti v sobi. Tam bil pa tak en hodnik, ne, in oni so pa tam se zabavali, šteli luzeroti, so pili, kadili travo, ne vem, karkoli so delali, igrali se pač, whatever. In je tako, ta Carlito, da je prid, me je kar poklical, veš, ne vem, odprl vrata, pej Simon, jegate, kao, to pomeni prita, veš. Pa si tako, okej. A vedel sem, da ne smem iti, kao, ne, ampak če ti reče luzero, in pa sem bil tam z njimi, so kadili travo, tam, ko sem tudi jaz kdaj. Pa smo se tako, kot sem rekel, pa so se nekaj smejali, jaz sem se tako z njimi smejal, veš. In tako pol nekako dosti hiter, tako, no, sem imel srečo, da so me dosti hiter sprejeli, no. Tudi, ne vem, pol, ko so jedali, recimo, jaz prvih 8 mesecev res nisem imel za jesti, ker tudi niso mi pustili, da jem tam, ne vem, pač ena pravila, da je bilo tam v sobi že preveč in da pač ne rabijo še enega, pol kasneje, ker mi je mami lahko denar pošiljala, ne. Pa so mi oni pol dejali, ne vem, mu rekli ostanke, ja, veš. A pa si bil veliko lačen teh prvih? Ja. Ma tam sem bil kar doskrat lačen, ja. Ok, pol ne vlo steke so, ampak pa spet naprej, pa spet, ja. Ampak ja, tam pa prvih 8 mesecev, koliko sem imel pol na koncu, 80 kg, 79. Shit, prav tako lačen. Ja. Ej, kaj pa se... Čak, Ciril, to moramo vprašati, preden gremo naprej. Ej, kaj pa prvi klic k mami? Ja, to je bilo pa, sem jaz tega mojega prijatelja klical, ne. To je bilo, ne vem, rečem 3 tedne potem. In sem mu ga prosil, ne, da me naj pošlje, pač, veš, ker najprej so me pustili, na 14 dni so me pustili, so mi povedali, pač, kaj treba plačati, pa to kausa se reče, to je bilo vsako nedeljo, so me pustili, pa so začeli, ne, zdaj pa počasi boš mogel klicati, ne, koga, pa jaz sem itak njega poklical, to je bil v bistvu tudi prvi telefon, ko sem ga dobil v roke takrat, ne, sem klical tega, ne, sem rekel, dej prosim, a mi lahko pošleš 100 evrov, veš, tok, da vidijo, da imam enega, veš, če nimaš denarja, te lepo tam na hodnik dajo tam dol, tam je pa no rules, veš, tam pa ni pravil. V glavnem, in tako, jaz njega pokličem, ne, mu rečem pa za ta 100 evrov, prav, ma ne, bom ti 500 poslal, sem rekel, ne rabiš mi 500 pošilja, da mi 100 tok, da oni vidijo, a veš. On prav, ma, dej, čez 2 uri me poklič, jaz tem 500 poslal. Jaz spet, ok, pusti mi. No, čez 2 uri sem ga klical, no pa sem ga klical še na daljnih let, pa upesenjavo. Niti mu to ne zameram, to sem že tudi rekel, ampak se bom še enkrat. Niti mu ne zameram to s tem kufrom, veš, ajd, posel je posel, se je silo meni en ben, sem šel sam, ne. Ampak to pol za fucking 100 evrov je bilo moj življenje vreden, veš. To sem mu zameral, ampak zdaj niti ne več, ne ima svoj life, jaz sem svojega. V glavnem, ja, pa sem mogel pa moja revca mami klicati, ne, prvo je bilo, da sem v zaporu, drugo pa da rabim denar, ne, kar je zelo žalostno. Pa in da je sam rekla, ne, nima veze, kje si, sam da si živ. Ko ona praktično kar nekaj časa ne vedela, sploh, kje sem. Shit, boga mami. Ja, najbolj boga je bila ona, v bistvu, jaz niti ne. Jaz sem že vedel, kje sem, ne, ona pa ni, ne. A sta jokala takrat? Jaz ne, ona, ker tam je še enih emocij, ne smeš pokazati. Ne moreš pokazati. Še dobro si zdržal model. Ja. Kako si pa, bi za meni šlo zdaj kar malo na jok, ker sem se na mame spomnil, pa tako, kako si pa ti handlu stisko vse, ker pač, ok, nisi joku, ker je to mogoče znak šibkosti, pa kakorkoli, ampak kako si ti doživljal stisko na noter? Razumem, da si jaz bom zdaj to probal sfurati, jaz se bom probal znajti, ker si tak človek in tako, ampak nekaj se ti je moglo dogajati, kako si se s tem soočil, kako si handlo to? Veš, da, mislim, tako, ko sem bil sam, veš, tako, ne vem, kako bi ti rekel, nisem joku na ven, ampak na not, pisem. Ne znam te razložiti. A veš? Ampak mogoče sem jo kdaj se vzneočil, ampak veš, hitro pozaj, se ti, ko vidiš une, ko se mimo tebe sprehajajo, te že nekako, pisem, klele pa jih nam ujokal, ne. A veš, ti je že uno, po moje, mi smo tako narejeni, mi smo tako stroji, kot sem že večkrat rekel. Ja, še nikoli nisem vedel, da imam to oseb, dokler nisem sem prišel pač v to situacijo, bom rekel, ne. Prej, ki si v letu, veš, Jure, smo se pogovarjali, ne, da pizda, ki si v situaciji, pol vidiš, ne sam iz kakšnega testa, si sam takrat si tam stari, takrat si v bistvu na nek način hiter vidiš, koliko je tvoj strop visok postavljen, kakšnega ekstrema si sposoben, ne, ker si rekel, da
Simon je rekel, stari, če meni 1-2-9 rekel, ti čez en mesec boš tam le v čuzi in se ti bo life spremenil, pa boš se soočil z stvarmi, ki si jih redko kdo, ne, bi rekel, pa jaz to nam s handlom, ali pa jaz bom pokleknil. Ne. Ja. Pa si pa tam pa kaj, stari? Ja, se pa, veš, mislim, greš, moš, veš, se pa sem jaz, tako, kot sem rekel, veš, sem napol že, ne, to se konča čim prej, takrat sem v sobi, ne, ampak veš, pa razmišljaš, ti nisi sam, ne, veš. Mama je tam, ne, imaš sina, veš, kaj bo zdaj, bom pa kar rekel, fuck it, veš, nam sodeloval z vami, ubite me, a veš, itak je polnek, to je pa moje, tako, itak ima to vsako sepa, veš. Nagon po preživetju, ne. Po preživetju, se pravim, ok, jaz sem bil tudi tako po moje, mislim, pomagal, ja, na nek način mi pomagal, da sem nekako imel tako res v glavi, da 80%, da nam več enkoli prišel v Slovenijo, veš, sem v bistvu sam še pol nekako, mami tako, da ja, se je good, se ni tako, veš, se ona tudi ni, sorry, nisem tudi povedal, kaj se tam dogaja, veš. Ampak ja, no, tako sem rekel, ta nagon imamo po moje vsi, veš. Pa to, ko si rekel za ta prvi klic za denar, ne, takrat bil ti še kao preiskovalnem zaporu. Ne, to je bilo steklas. To je bilo že. Kaj pa ta hodnik, ko praviš, no rules? To je bil pa, mi smo bili v prvem štuku, pa pritličje je bil, ne, pa pol streha, drug štuk. V glavnem, tam je bil pa en hodnik, tam so bili pa vsi outsideri. Tam pa recimo ali so šli stolp ven, oziroma so jih nagnali. Pol eni so bili tam, ko so recimo imeli usta zašita. To je pomenilo, da če imaš usta zašita, da hočeš, da te premestijo v drug zapor. To tam ben nisi smel pipati od gangsterov, to če si bil nekog naredolžen. Druga opcija je bila, da si šel pa v cerku. Tam so te tudi pustili. Ampak tam so pa živeli te, tam so pa ni bilo pravil zaradi tega, ker tam ni ben odgovarjal zate, tam je vsak zase odgovarjal. In tam so se recimo, ne vem, v Venezueli je modern neki te enonoškanje in tam tudi, če ubijaš enega, pač ubijaš, to ni zdaj, da bi kdo kaj na srko, kako ne rečem. Ja. A veš, pač tam odpeljejo, dajo pred vrata, pridejo na kombi pota, te naložijo in to odpeljejo. Kaj to misliš moderno noškanje? Tu se gre doma tako? Iz noži bojevanje. Aha, kako neka gladiatorska igra. Tako, ja. In pa eni imajo, ne vem, sulice, imajo na palcah nož zavezan, eni ima pa sam nož, en ima mačeto. Aha, ampak to so oni sami naredili, ne vem, a veš. In tako imajo cel dan čas, pa pol tam pilijo v nože. Shit. Ja, in to je bil ta hodnik, to je bilo v bistvu take Dantejeve vice. Tja si prišel in če nisi bil izbrani kamor, si mogel tam preživeti. Tako, ja. Koliko pa so v povprečju tam ljudje preživeli na tistem hodniku? A so bili tu kakšni zaporniki, ki so tudi dol bili 2 let? Da niso bili... Ne, to ben. Shit. Ne, to ben, to sigurno ben. Ne, ni šansa. Kaj pa tu, kad praviš ta zašita v usta, to je bila prispodoba ali so jim res zapečatili? To so pa v bistvu, ali so si sami, ali pa pač ta cerko, ne. To so si pa zašili tukaj 2, en šiv, pa tukaj en šiv, pa klej 2. Tako da si v bistvu so imeli odkole. Za slamco? Da so lahko sam pil. To so gledovno štrajkali, tudi niso jedeli, ne, itak, ne, se niso mogli. Sam lukanca za slamco, da so lahko pili. Ampak tako so bili v bistvu, to so se zaščitili, da jih iz druge tolpe benač ni mogel. Mislim, mogel, pač taka pravila so bila, da ni. Kako je bilo pa, na primer, tu rejeno, sorry, jaz bom čisto po domačo vprašal, ker si ne predstavljam sistema brez sistema, ne? A veš, ker to je res tako, ko praviš, ne? Se pravi, ti si bil član tolpe, kako je bila že tvoja tolpa? Special. Kako ste se pa vi izogibali, na primer, da se ti iz speciala nisi zahaklo z enim drugim? Kaj je bilo to, kaj je bila ta borderline, kaj je bila ta meja pravil, ki si jih mogel upoštevati, da nisi nehote kakšne zdrahe naredil? Ja, recimo mi, ker nismo bili luzeroti, si lahko ti dol šel, recimo, ne. Recimo te, ko sem spoznal te 2 Bulgare, ona dosta delala tam ranč pekenjo. To je, ne vem kako ranč, ko ne rečem, kuhinja, ja, mala kuhinja. Ona dosta recimo kuhala za paznike pa za vojake. In tam sem jaz doskrat, bom rekel, prav nahranila. Sem doskrat šel, ampak si mogel pa našemu povedati, pač, da greš dol, to kdo oni pač luzero, to on, ki je pač... Vojaku? Ja, tvojemu našemu vojaku, ja. Si mogel pač povedati samo to, da so vedeli, kje so. Recimo te s pištolami so mogli pa se najaviti. Ne vem, poklicati šefa paviljona 1, 2, mi gremo dol, ne vem, nekaj iskat. To, da so oni bili pripravljeni, če se bo streljali, da nismo jih
presenetili, tako bi streljati začeli. Če se vi pojavili tam brez, da poveš patruljo. Sovražna tolpa smo bili, tudi oni niso kar k nam mogli prijeti. Ja, prav taka scena je tu. Ja, recimo pri nas je en angel prodajal alkohol in kaj njim zmanjkal, so poklicali angela, dva boste zdaj gor, prša lahko prideta, prideta, oni so ga že čakali, ona so pršla, kupila viski in dol, čez 10 minut smo se pa streljali, mislim, so se streljali. To je tako. Vojska, v vojni. Vojna, prav. Paviljon 1, paviljon 2 zasedeno območje, vmes nikogaršna zemlja in tam se moraš skomunicirati. Ali pa, ne vem, oni nas gor streljali, mi pa dol na njih pač, iz naših prostorov. A pa je bilo tudi streljanje tako za strah malo? Tudi, ja. Se pravi, da dal en sržer zberete gor v strop? Ne, bi tak mi takoj vrnili. Aha, je bilo tako? Ja, itak. Ti je pa kdaj kakšen metek koga zadev, ne? Itak, ja. Se tudi mene recimo zadev. Po nogo, ja. Kakšen je pa to občutek, Simon? V bistvu sem bil toliko pod enim adrenalinom, pa tudi ni bil tako direkt vame, bi jaz rekel, ker sem do globok zaril, je v bistvu lih toliko, da je bilo malo noter. So mi oni v bistvu zdravniki moji, rešili malo kokaina gor, pa smo šli, V glavnem, sploh nisem vedel, mi smo laufali, pa pravi, ta lih, na Jean-Pierre je bil mesec, Jean-Pierre, pravi, tebe so ustrelili, ko mi je kri tekla malo, sem rekel, kaj s tabo, sem laufal tam, popolno, tako je bilo konc vsega, itak adrenalin popustil, pa sem, fuck it, pa res. Ampak, če se pravim, po moje, da se je kje odbil, ali pa ne vem, da je bilo zelo dač. Zalutala krog. Lih toliko, da mi je noter mal šel, se pravim, tako mi je kaj bandal. A Jean-Pierre je pa buddy? Ja, ta je bil pa Luzero, moj zelo dobro prijatelj, naprej mi živ ga ni mogel videti. Pa kar enkrat je preko tam spavka on je imel bugi dol, jaz gor. In so bila pa takrat naprej sa pa buddy. A Jean-Pierre je Francoz? Ne, Venezuelci. Venezuelci. A najprej te pa videti ni mogel. Ja. Pa se tako vsi, veš, ta Roki recimo šef, tem recimo je Mariko, to je peder, ne, ampak to ni tako kot pri nas, veš, da te neče tako, ne. Tem je tako, ne vem, friend ali pa ne vem, whatever, ne pomeni to, kar pomeni dejansko, ne. Tako sem kar imel problem na začetku, pa jaz rekel, ne vem, to pri nas jih ne govori, ker vsak ima zdaj tam, veš. Pa ne vem, to je tako pa napot, ko sem že imel španc gor, ko sem rekel temu Jean-Pierre, to je. Ja, ni me mogel videti na začetku, sam, dale, kao 5-5. Kaj pa pol, vstegnuti za delo? Ali... Ja, direkt tukaj. Ti sam drugače tam je ena orang žila, ne? Ja. Lahko bi imel tudi problem. Ja, lahko bi imel tudi moda, ne? Sem imel sreča. Kaj pa pol, tu so ti s pincetko ven potegnili? Ja, se pravim, ker ni bil res uno tako, pa moje, da je bil odbitek, veš. A pa so oni, če so tako organizirani, ko vojska pa straža, imajo pol medika ekipo? Ja, enega imajo, tako, ki je bil kao malo zdravnika, oziroma, veš, to so itak kuličarji, veš. Pa zašitke. Ja, sam veš, kako so to zašiti, ne vem, to ima pravno divje meso, mu ven gleda, veš, to je tako, ne. A dobro, tu so meni tudi, da ne bom rekel, kjer bolnici zašil v času covida, ko se je vse mudilo. Ko sem domov prišel, pa sem se popraskal, pa šlo na razen. Ne, tukaj ima pravno divje meso, veš, ko se sleča majica, ti gre kar na bruhanje, da what the fuck je pa. A res? Ja. Kaj je pa anestezija? Ni anestezije. Dva te držite. Koliko, veš? Sam čakaj. Šici ima dobro, da ti živ model. Ja. Hej, ampak tako, veš, zdaj, ki se malo bolj o tem pogovarjam, itak nisem neki ful razlagal, ok, te mojim bližnjim. Ja. Ampak tako, ko mi se vsaka čast tako zakva pismo. Pa tako, ko pomislim, so v bistvu res. Ja, je res. Veš, kot te z mojimi temi Venezuelci, te, ko smo bili Lozero, ti smo še zmer na kontaktu, a veš, preko WhatsApp, pa tako, ko mi kdaj piše na Facebook, tako, ko smo mi vse preživeli. Veš, pa tako gledam, vse, ko smo pa preživeli pismo, vse, ko smo kle, pa polno, fuck it, pa ker mi se malo filama, veš, tako, ja. A oni so zdaj frejo, so še zmeri not? Samo ta Krlito je v zapor spečal. Ampak vsi so pozem drugi, ja. Pa imaš v bistvu Brothers in Arms. Ja. Če bi zdaj v Venezuelo prišel, bi bila drugačna situacija. Ja. A greš lahko še v Venezuelo? Veš, da nisem dobil nobene prepovedi, oziroma ne vem, da so zdaj bi vedel, ne, da če bi dobil. Ne, po moje, da ne, no. Čak, Ciril, ko to zdaj pa resno napeto rotuje, ne? A veš, ti si nek vodič preživetja zdaj. Sam za sebe, pa verjetno tudi za druge, ne? A veš, kakšen mu se verjetno pa tudi pokrivem lahko zgodi, ne? Ja, seveda. Jaz vem, da takrat, ko smo v Mexico Cityju, jaz sem imel nelagoden občutek, pa smo nekaj sveta tudi videli, ne? Ampak tako na vsakmu vogalu je bil napis, ali pa so po zvočniku opozarjali, glejte svojo prtljago, da vam ne bo kdo potaknil. Hočem te vprašati, a načeloma
glede na to, da ta pravni sistem tebe kot, bom rekel, obdolženca ne varuje nič, ne? Saj v Venezueli sklepam, da je bilo tako. Če se ti nekje v Južni Ameriki to zgodi, bom rekel, v teh državah, ki so znane po izdelavi drog, naprimer, da bi tep pa potaknil nekdo, da bi šel ti v Venezuelo angelske slapove pogledati, pa bi se vračal na letališče, pa bi te dubal, pa bi se kaj ukvarjal s tabo, ali bi rekel ne? Ne, čez bi rekel, da ne. Veš, to je problem, to je tudi... Ja, sam to je tako, Venezuela je tako korporena država, to so vsi podplačljivi, kar se pol videla, veš, tudi, ne vem, primer, ne vem, sorry, ne vem, vojska ali pa pazniki ti prinesajo pištole, ne vem, čez 2 ure pa na njih strelaš. A tudi na paznike? Ja, to je, veš, to, mislim, se je zgodilo, ne zdaj to vsakodnevno, ampak če oni kaj strelajo, oni te strelajo nazaj, veš, to jih ne briga, ne. Je kakšno, mislim, kako pa tu... Oni vejo, naprimer, vojska pa policija, ne? To so, če jim rečemo neki federalci, se pravi neka državna uprava, ki ve, da je tam zapor v Google zemljevidih urisan in oni verjetno so na zunanjem obzidju. Ne? Ja, vojska je na zunanjih, oni so pa pred zaporom pazniki. Pazniki so niso not. Recimo oni nas, ki so šli, ne vem, ki so nehali delati, pa to, mislim, tele, ne vem, direktorca, tajnica, pa te, ne, ki so nehali ob 3 delati. Recimo, so pazniki so not ostali, ampak pazniki so bili v prtliču, so imeli eno sobo, spalnico v bistvu. In oni so tam ena vrata zaklenili, mi smo pa njih od noter zaklenili, veš. Tako da nas nikoli niso mogli presenetiti. Pa tudi mi recimo smo imeli, da nas tolpe niso mogli presenetiti, smo imeli skozi straže, pa skozi vrata zaprta isto, ne. Vsaka tolpa je imela svoja, ne vem, toliko debela jeklena vrata in pa sem imel tako linco in pa si gledal čez. In se pravi drugače pa, naprimer, če tako pogledava, ne, vi, naprimer, ok, malo ste se postreljali v zaporu, naprimer, kako to misliš, da funkcionira? A to je država ročila, kako že bi bil zapor? Los Tekas, dej pošel 2 zaboja 9 mm kugel zaberete v Ne, to so, itak, še tam v zaporu, sorry. To se reče odprt zapor, veš. Oni itak so vedeli, kaj se dogaja, ampak oni so itak na črno nosili ta orožja, pazniki pa, veš, se kar računijo, ne vem, oni imel $30 v primeru dolarjih plača, ne. Jih je pa ne vem, kaj neki not prinesel, pa dobil še 30, primer govorim. Itak so vsi zaslužili, veš, so se grebali, da so tam bili, veš. In šef tvoje tolpe je se s paznikom zmenil, mi ramo pa... Ja, to pa to in pa so prinesali. A pištole ste imeli pa berete? Berete, gloke, par vrst glokov, pa so imeli M15, R16, ročnih bomb, kako rečeš. Ročne bombe? Metkov. Enkrat sem vprašal tega mojega šefa Rokja, za koliko časa imamo metke, je rekel, neomejeno. A vi bi se lahko zabarikadiral? Ja, da bi se lahko streljali, koliko rečeš časa. Koliko pa koštajo stvari v zaporu? Ne vem, koliko hrano pa to. Recimo, stari, karkoli, se moraš plačati, moraš... Je tale kauza, kar sem rekel, ono je bilo tam 15 do 20 evrov, bom govoril v evrih, vsako nedeljo, pa ne, pa za hrano, za pijačo, vse si mogel plačati. Tudi pojse, recimo, si mogel kupiti. Jaz sem spal na tleh 8 mesecev, malo več, 10. Pa mi je maja poslala denar, da sem kupil to drugo poslo, 250 evrov se mi zdi, da jim poslala. Ja, enkratno plačilo. Ja, ampak ti jo lahko vzamejo, če oni smatrajo, da pač nekaj obnašal. Da si zaslužil. Tako, ja. Kako pa tu poskrbijo, ne? Če tebi mami poslala denar, da sploh denar pride do tebe? Ja, to so imeli pa enega Španca, enega Alonzota, ki je živel v Venezueli. Je imel tako ženo v Španiji in ne vem, primer bom govoril za nas, to so tudi vsi tako. Moja mami je poslala v Španijo, pa je pa ona itak pretvorila v bolivarje, pa jih je poslala njemu. Ampak Rok je itak, to je bil prav naštiman, Rok je vse vedel, Rok je šef. Je itak vse vedel, koliko denarja, veš, in bi tako mogel pojati, tam ni bilo nekaj, da se je kdo zlagal ali pa nekaj te hotel goljufati, veš. Ampak još je bilo pa tako, recimo, ne vem, kako tudi moji prijatelji vsakem čas od sebe, to pa te mojim, so mi doskrat, tako so mami pomagali, so mi pošiljali, ampak pa tako so enkrat, tako vem, da je bilo tako, ja ne vem, pisamo 200 evrov ti pošljemo, pa kar nimaš dosta, veš. Ampak jaz sem res tam na minimum, ampak problem je to, ker so ti oni že 100 evrov že vzeli v štartu. Ko oni so ti recimo menjali tako, kot ti mena banka Venezuele. Ne vem, primer, takrat je bil 1 evro, 8 bolivarjev,
če si pa imel evre fizično preseb, na črno si pa dobil 26. Veš. In oni so tako služili, veš. Ja. On je itak evre, veš, zamenjal, takoj te je pol, ampak ti nisi mogel reči, da to je golfov, zaradi tega ne, kaj na črno, mi smo ti dali tako. Medvalutni zaslužek. A veš, to je bilo, ne. In pol, hvala Bogu, je ta Slovenka Karolina pol kasneje prišla, tako da mi je ona pol nosila, enkratno mi je presla, ker je bila jih v Sloveniji, mami dala večjo 500 evrov, se mi zdi, takrat sem pa pošlo kupil, da sem jih dejansko res dobil, da sem dobil, ne vem, 10krat več, ali pretram, 6krat več, bi tako dobil, a veš. Pa zdaj pa miren nekaj časa. Ja, miren, pa še pol sem lahko skozi šmunglo, a veš. Pa so itak vedeli, da imam obiske, a veš, kao, ne vem, pol drugič, ko sem dobil, ja, odkje ti pa denar, ja, ne vem, si videl, da imam obisk. Ok, a veš, čeprav takrat roki, recimo, takrat še niso bila god, je bilo lih tako, da sem jaz svoje, recimo, ona je prišla v soboto, dolgove se je plačevalo v nedelo. In jaz sem že v soboto, Jean-Pierre, on je bil takrat šef sobe, veš, ko vsaka soba ima pa enega lozera, tako je odgovoren, veš, da se on lih zdaj roki ne pogovarjali z vsakim, veš, pač z enim in to je to, če kak problem, on gre k njemu, v glavnem. Jaz njemu že plačam kavo, pa to, kar sem imel. In on pa kot lozero, on mora pojati šefu, veš, če sem midva good. In reče Rokiju, da sem plačal že vse, ne. On tako, kako če ima jutr ve stranunjo, ne. In valjda, takoj, Simon, gremo soba 3. Tam pa, kadarkoli si šel, kaj ni bilo dobro, vsaj mislil si, da ne bo. Un se name dere, Mariko, kje ti denar, in pa ta Ibrahim prije. Jaz sem imel pa lih srečo, da je Karolina bila na obisku in je hotela na WC. In jaz, kada bi mi nekaj, veš, kad ti kar en pošta, je bil pa en marakučo, luzero, sem rekel, marakučo, kam gre lahko na WC, kao da ne vem, tako sem vedel, ne. Ampak se pravim, kada bi en poslov naročena, veš. In on res ja, se veš, Simon, sem rekel, ne vem, se veš, da imam obisk prvič, v glavnem, oni tam pokaže, no, pa da se vrnemo nazaj. Jaz rečem, kakšen obisk on meni prav, ne. Pa sem rekel, vprašaj marakučota, sem, on je videl mojega obiska, veš. Prije ta Ibrahim gre po marakučota, pa tako, je to res? Prav, ja, res je. In pa sem, dale poraj, kao, da je 5 stran, pa je bil jezen, veš. Ja, kao on je pa že mislil, da ti nekaj. Ja, da šmunglam, ne. To bi ga že dobil, ne, to bi že barete pele po glavi, veš. Shit. Se pravi, zdaj smo nekako ugotovili, da nasilja je lahko veliko, pa zelo hitro, ne. Sprejel si neki nasilja že od začetka, ne? Ja. A je bilo, veš, pustimo zdaj, streljanje je nek ekstrem v nasilju, ne. Kaj pa drugače, veš, a je bilo velikenih pretepov soočen nasilja ali si to izbjegal razmeroma uspešno? Pa kako si pol rato tudi ti nekdo, ki je, a si tudi delil kaj nasilja? A si mogel enforcati kaj? Ja, je tako. Pa en trenutek si dobil pištolo v roko, ne? Kako je bilo, a veš, to se ne zgodi kar tako, ne? Veš, kako je tam v bistvu tako, da bi se recimo pazniki med sabo tepali, tega ni bilo. Ja. To so bila pravila, recimo ne, če so imeli kak problem, ne vem, nesoglasje, ne vem, so šla do njega, pa so rekli, mi bi se rada tepla, kao ima nekaj in je pol on dal, mislim, so ti dali rokavice, pa pejte se tepsta, veš. Ni bilo tako, da si ti kar začel, bilo je v enem primeru, je bilo tako, ampak večinoma pa tako ne. V glavnem, ja, nasilje je bilo skozi, največ je bil v bistvu ob nedeljah. Zakaj? Ja, takrat so se dolgoje poravnavali. Plačila, ne, kdo ni imel kao za denar, to je bilo najhoj. Za kao je bilo najhoj. Tako za drugo, če bi dolžen, če so bili god vole, so te spustili, drugače, tudi batine, karkolno, ampak za te kave, pa to niso, to so, pa za te čike, to mi je bilo, mislim, več ali manj sen. Če so to nabrali, ne. Ampak ja, kauza je bila najbolj pomembna. Če nisi imel to, je pol, ne vem, recimo v 5 so obiski šli, do 6 so kao pobirali denar, pač dolgove, vsi so mogli biti v sobah, pač on, ki je, komu si bil dolžen, on je lahko hodil in po sobah in pobiral pač denar, ne. Pa na koncu v 6 so pa šli do Rokja, vsi ti pač lozeroti, pa te šefi sob in so povedali, Tani plačal in pa so sam začeli klicati v sobo 5. Kaj, pa se pa lemal, kaj? Ja, pa so pa, več ali manj so razbijali glave s pištolami, ja, to je bil nekako. Ti imaš en spominček, sem videl na glavi. Ja, zavedno. Kaj takrat nisi plačal? Takrat je pa zamujil denar, sem ga dobil v ponedeljek, ne v nedeljo. Ampak je že, takrat sem v bistvu že tako bil, veš, eni lozeroti so me imeli radi, drugi pa, veš,
veš, kad je en antipatičen, pa ti nič ne naredi, ampak Ja. pač se nisem jim posvečal in valjda jih je to motila, veš. In je pol, ko sem že pretepal, mi je Roki, mi je prav tako rekel, kao, veš, mogu sem te dati, takrat sem bila že z Rokijem gut. Takrat sem že v sobi 3 spal, tam, kaj je on spal. Je rekel, glej, mogu sem te dati, ker že tako imaš privilegije ful za gringota, veš. Pa sem rekel, vem, se spomnim, sem rekel, čakal sem rekel, mene ne boli to, kar ste me pretepali, mene srce boli, ker si me ti dal. In pol prav tako moj pravno, veš, tako me je pogledal. Ampak ja, takrat so me ubili, takrat so me pa res, ja, ubili so me skoraj, no. Bil sem mene 3krat po mojem noktiran, siguran. Prav tako, brada, lica. Ma tako, veš kaj, v glavo so te s pištolami tepali, pa so te pa brcali, pač, itak si bil na tleh, pa so te pa brcali 15 ljudi, pač, tako krivo teh lozeratov. V bistvu mi sam Jean-Pierre, mi je pol en rekel od lozeratov, da je sam Jean-Pierre šel v bugi. Je rekel, da je mnov. V glavnem, pa vem, sem bil to pol z Rokja, sem bil pol drug dan itak plav, ponovati, veš, v ponedeljek smo imeli streho, je tudi, so vsi mogli biti gor na streho, tudi če si bil pretepen, veš, sam sem res tukaj odprt, sem na 4 dni mi je tekla kri, še pol. Je prav zame rekel, da pa jaz pa ne smem iti gor, kao, da me tudi folk ne vidi, veš, kad so bile pa, ne vem, in Maxima in Mustriko smo bili gor. Pa tako, da nam kaj tam padlo, kaj v nezavest, kaj sem kva. V glavnem, vidim, mene so postili. Pa popoldne sem šel na fitness, joku sem vseb, sem si prav majico slekel in sem tam treniral pravno. A to, da si jim pokazal, da si taf. Ja. Mislim, Joku sem vseb, presežem, ampak prav nekaj mi je tako dal, boste vi videli, veš. Se tam trenutno si gledal tako, bet, v glavnem, pa Roki, tako odprel na vrata, tako fitness je bil tako par šteng dol, pa je tako pravno, da je pricam. No, pa je bilo to, ker sem že pol prehitel, ker sem rekel, ja. Pa je tako se pa je tako še pol, a smo te premala, te še enkrat sem rekel, ne. Ampak to je bil tako, kao en joke, rečemo, ne. Kaj pa, naprimer to, kar predvidevam, da pač neko fizično kondicijo si pa mogel vzdrževati že zaradi braniti sam sebe, ne, neko... Ma jaz sem tam se tak ne moreš braniti samega sebe, veš. Se prav ne moreš. Tam, ko te uniš na tebe, ne daj Bog, da boš ti kaj roko dignil ali pa nekaj. Ok, da se malo braniš, da te lih preveč, to ja, ampak da bi ti nazaj hotel, kaj vrn, to sam je tak pa konc. A bi dobil metek? Ja, zihar. To, če tebe, naprimer, ko te je udaril po glavi, pa te je zabolelo, da imaš un efekt, pa da bi se obrnil, pa... Pa da bi ga hotel dati, ali pa kaj ima ne šanse. Ok, mogoče metka jih ne bi dobil, ampak bi pa dobil še enkrat več batina. Shit. Tom Ben ni pomislil, saj, kot sem jaz bil, ko sem pol tudi jaz kasneje bil, tako, ko si omenil, en izmed teh, ko so tepali tam, pa manjko se ni zgodil, da bi kdo kaj skočil. A je bila to priložnost, ki ti je bila ponujena, si se sam grebil za njo, v smislu si vedel, da te bo to dvignil spet na neko stopno, kjer boš mogoče imel malo več svobode ali pa moči? A veš, je bo to del preživetvene tehnike ali pa... Ne. Vse je šlo, ne vem, bom rekel, po naravni poti. No. Meni so že te, ki sem se družil z njimi, so skozi govorili, ti boš to postal lozero. Sem rekel, pa kakšen lozero. Ampak tako recimo, veš tam, recimo v drugih zaporih v Novozelu se pravijo presta, kao se posoja pištola, veš tam v Losteki so se ne. Tako meni so pa že prej dajali pištole v roko, ker benimo tako v njih niso. Tudi ne vem, Roki, ki je mi dal pa tako in so en mi je skozi govoril, ja, ti boš lozero sigurno. Sem rekel, ma kakšen lozero. Veš, nič tako nekaj, ja, tako kot si rekel, ne, nisem hrepnil po eni moči, zaradi tega, ker ta moč se ti dobro zdi, ne bom nič rekel, ne. Ampak to prinese fulani slabih stvari zraven. Veš, ni to, da si ti sam Jagger, pa hodeš tam po sobah, kadar češ, pa, a veš, ni, ne, to je par procent, mislim, je dosti procentov tudi, no, da nam rekel, da ne. Ampak imaš pa, ne, če se strela, greš si prvi na liniji vsako nedelo, če itak tepaš ti, a veš, kot da ni zdaj pa lih. Ni spet tako dober, tako, no, se sliš. Imaš pa eno moč, ja, ker tudi, ne vem, eni so jo ful koristili, eni smo jo malo manj, ampak ja, tako, ko veš, kdo pravi, ja, jaz se ne bi spremenil, verjetno ne. Ja. Venezuelci so ful mirni, ne? Ti si že rekel, ne? Da pač on, ki je imel Sveto pismo pod desno roko, da se ga ni tikalo. Ne? Tako je. Kako pa te lozerosi pa ta nedeljska plačila izvedejo pred Bogom? Ne? A tam, to je biznis, veš, to imajo oni. To je ločeno, grek pa biznis je... To je. Pa se bojijo oni, mislim tako, Boga se bojijo. Bi rekel, da ja, ker so ful verni vsi.
Imajo tudi, ne vem, v teh bugih, pač teh prostorih, ko spijo, to so Marije, bogovi, rožni venci za vratom. A veš? Ampak ja, pač, veš, to je njihov life. Veš, tako kot včasih, ne vem, ko so bili te kavbojce pismo. Se ne vem, če so se tam en pred gostilno postrelili en drugega, beni, ne vem, prav pa načaro, ne. A veš, tukaj je pa nekako isto. Veš, te favele, oni so tudi, pač tako živijo. Koliko pa, če bi ti zdaj rangeral, ko si imel pogled v svojo knjigovodsko stanje, ne, da si tudi znal shendlati hrana, pijača, cigaret, posla, ono. Koliko pa je dejansko pol vredno življenje v tem zaporu? Nič. Tu, če si ti dobra kasa, da tvoja... Ja, ne, mislim, ti takoj, ko boš naredil en zaplet, ti bojo, ne vem, primer, da si lozero, ti bojo vzeli pištolo, boš na tleh spal iz nule spet. Samo, Simon, pol, v bistvu tako, ne, ti, koliko časa si bil v tem zaporu? 2 leti, v Losteki so. Ja. 2 leti, ko si bil tam, a ti smel, je bil tam dan, da si ti predahnil? Si imel ti... Ne, nikoli. Se pravi, ti si Skozi napreži. Ja, tudi spiš z enim očem odprtim. Tam je, se pravim, skozi je neki, ne vem, so imeli svoje telefone, ne vem, 3 ure zjutraj, en bumbar, bom rekel po domači, je, ne vem, eni ženski, ne vem, tvoji sestri poslal en message. In unaval, da svojemu bratu, kdo mi to piše, in tako, sam una luz, to se reka luz, da vsi v sobah, tako smo bili ob 3 zjutraj v sobah, no, logično, ampak tako, to so prišli, vzeli telefone in pol so gledali, kdo je napisal ta message, veš. In tako, ko so ga dobili, tako malo skoraj ubili, pa ven vrgali iz našega speciala, veš. Pa to je skozi en bil, veš, tam je bila koka, tam je bil, ne vem, krek, veš, pa teh pol spihancev, veš, malo preč pogumam, pa da imamo malo ženske osvajati, veš. Kaj pa, ko si rekel odprt zapor, a to pomeni, da... Ja, da zaporniki držijo zapor. To pomeni to? Kaj pa obiski? Obiski smo imeli pa ob sredah, pa soboto na nedeljo so lahko prespali ženske. Soboto so prišli v nedeljo, v 5 popoldne, ob 4 so šli ven. A pol, valjda je bila takrat akcija? Ja, mislim, samo takrat je bilo tako, če si imel obisk, zakon, če pa nisi imel obiska, pa katastrofa največja. To smo pa isto pol spali v sobah, kastrdele, ne vem, en kadi krek, drug, ne vem, kva dela. Kako pa, saj če bom preveč oseben, me ostal, ne, a veš, kako pa ta osebna higiena pa tu, tuši? Ja, v Slovenci nimamo take, kaj imajo oni. A ful? V dobrem smislu, valjda. A res? Zapor je bil čist? Ja, mislim, čist. Ščurko je bilo neomejeno, ampak to so pucali, ne vem, zjutraj, ko smo se zbudili, te, ko so na teh spalune kačonete, se rekli, to je bila taka pač blazina za spat, so mogli zložiti, ne vem, 8 zjutraj se mi zdi, pospraviti, 2 sta bila odgovorna za asejo, se rekli, to je čiščenje, drugi ven vsi sobe, se je zjutraj pucali, popoldne pucali, pa zvečer preden smo še spat pucali. Pa to cel special. O petkih, recimo, ko so bile pred Bernota, se rekli, ta obiski sobota na nedeljo, je pa hektolitre vode po tleh, to je voda bila čez celo stekes. Z vodami polivali vse. Spucali. Mislim... Vecej čisti. Vse, čisto vse. Tudi oni, jaz ne vem, če sem kdaj koga zavohal, da je smrdel, kar na dobu sem, recimo, ne. Pa sem 24 ur voda, tam pa smo lahko tudi po par dni nismo imeli. Sam tam smo imeli pa, ne vem, da si lažje predstavljate hobuk Jupola in tam smo imeli vodo pač noter. Čim je voda bila, si se umil. Vsi kešli, to itak, pa še nafilil si te hobuke vode, da si imel za rezervo, veš. Ja. To smo imeli pod poslami, 3-4 hobuke si imel, da si lahko to šero pala, veš. Tam si bil 2 leti, kaj pa pol? Ja, pa so me premestili v Rodeo 2. Ja. To je bil pa zapor prvotno za tujce. So vse tujce iz vseh zaporov Venezueli, so jih premestili, zaradi tega, ker so začeli s to, bom rekel, misijo, kao, da bojo konc naredili odprtim zaporom. A pa misliš, da ko bo konc v Venezueli odprtih zaporov? A njih več? Ne, zdaj sam še en. Kakšno pa misliš zdaj stanje tam not? Ja, zdaj pa tako, ko smo imeli mi v Rodeo 2. V bistvu, da pazniki držijo zapor, nobenega orožja, oni si kakšne nože naredijo, to ja, ampak ni pištol pa tega. Ampak ja, tako, v bistvu te Venezuelci imajo zdaj prav ka vojska, jih učijo. Tam prav korakajo, pa tako prav.
A pa si se ti tam malo sprostil, ali kako je bilo? Ja. Še zmeraj je bilo, ne vem, v specialu prvih 8 mesecev katastrofa, isto Rodeo 2. Katastrofa, ne vem, sem gledal na štrajke, tako slabo jedel, Julio, to je bil direktor Rodeo 2, bi bil bolj rasist, bi rekel, gringo timu, niso bili neki good. Ful mehne porcije za jest, katastrofa, obiskov ni bilo, mi smo bili nekako si navajni, ne vem, v zuni tam biti, vse je bil mislim, da si v vojski, pač en ti gori, kaj moraš delati, ampak še zmeraj veliko boljš, kot Rodeo 2, ne. Mislim, kaj losteke, sorry. Meni je bilo, v bistvu sem bil sam vesel, ker nisem več denarja rabil, oziroma mami mi ni več treba pošiljati, to je bilo zakon. Tam smo imeli recimo samo enkrat na mesec obiske. Pa sem, pismo, mi smo imeli isto, kot smo gledovno štrajko imeli, ne parkrat. Jaz pa moram se pohvaliti, jaz pa en Vladislav Bugar, nisva edina jedla 16 dni. 15 dni so z drugih zdržali, so šli, je Julio itak jih naplehtal, da bo vse boljš, ne. Pejte jaz, to ni valjda laufal, mi da se pa prav rekla, prav zanata ne grem, kaj ta Julio rekel, prav zanata ne gre. In so itak takoj pa vsi drug dan, pa so šla na drug dan, vsi to so ta pravi gangsteri, ne pa mi, pa so še Venezuelci prišli, to sem pozabil povedati. Je bilo itak več Venezuelcev, kot nas, ne spet. Tako da so so najo tako ful prav, to sta gangstera, ne pa mi, so še prav tako govorili. Kaj te nisem preprašal? Glede hrane, sam še to, če se vrnemo v tam, ki se bi 2 leti. Kaj ješ? Kaj ješ zjutraj, kdaj ješ, pa kaj konkretno? Tam 2-krat na dan smo jedli, ampak to je pomalo. Mislim, lahko si tudi pol kupil, recimo, še folk, ki prodajo hrano. Ampak, kaj je zdaj ta hrana, ki jo ti ješ ponovadi? Tam smo več ali manj to arepa, to ni v Sloveniji, tega ni, ampak predstavljamo si, ne vem, lepinja, pa not ali meso, natrgana govedina, ali šunka ser, ali san ser, v bistvu to. To, pa pol, ko sem malo zrastel, pol nam je ta Alonso kuhal, ta Španc, smo pa jedli dobro, no, smo imeli pa, ampak mehne koče, ampak dobro. Smo imeli, ne vem, prav lepo zrezek, tako rižek, lepo. Res, to je bilo. Ja, smo malo... Zaporniški meni. Ja, recimo, ko sem tem... Pa si bil v Luzero, pol. Ja. A takrat, ko si bil v Luzero, pol je bilo pa ta kuhna. Ja. Sam se smo mogli tudi te prvo streljati, ne? Se pravi, ni tako, mislim, več slabih stvari, kot gotno. Kdaj si pa ti pa začel gledati neko luč na koncu tunela? Veš, daj se ti je switch naredil, pa si rekel, mogoče se bo pa ta zgodba drugače razpletla. Je bilo to premestiti v drug zapor ali si takrat še vedno bil ziher, da to bo šlo na 15? Ne, bi rekel, da ta Rodeo 2, no, ki je bilo tudi, mislim, pravim, pa je bil res, bom rekel, zapor. Veš, tam bi mogel imeti res malo, da 2 sta takrat umrla v tem zaporu, ampak to ni zdaj bilo, mislim, za razmere v Venezueli nič, ne. Tako da tam sem bil siguran, da je to, da me enkrat prišel domov. Kaj pa v tem prvem zaporu, odprtemu zaporu, koliko je bilo pa tam žrtev, naprimer? Tam, koliko rečeš. Bilo, ne vem, tako lahko tudi na teden 5, 6, 7. Kaj, res? Tako brez prstov, pa brez rok, pa tega so bili pa kar tedensko, kar veliki isto. A to je bilo... Kaj, to je bila kazen brez prstov? To je bilo bolj paviljon 1 pa 2 sta to delala, to pa ali so bili kaj dolžni, ali so kaj preveč goflali, ali kakšen konflikt z obiski. Sem že šel tvoje prstke tako gledati. Ne. Jaz sem tukaj še recimo tatu. Ja. To je zakaj, to je ka fuck off meta, ker sem se izognil. Kjer? A tulc, 9 mm? Ja. Izognil si se pa, tako... Ja, nisem bil, ne. Ja, valjda. Kdaj pa si se začel slikati? Oziroma, kako so postali tatuji, pa vidim, da zdaj imaš sliv, si neki ja, to. Se je prekul, ja. Ma veš ko, tako recimo, jaz sem bil pol oni. Čist preprosto, jaz nisem bil pa gringo iz Slovenije, ampak sem bil, ne vem, malandro iz Losteke se, pa veš. Malandro je? Gangster. Čisto tako, ko sem rekel, itak sem bil prepričan skoraj, da nam več kol pršel, pa sem si dal lih tok, da sem še malo bolj podoben njim, ko so vsi tetovirani, ampak ambena tatu ni bil za neki gang. Tatu, pač, ne vem, se pravim, kle sem enega soma, ki nisi doje delfin ali morski pes ali slon ali kva je. Kle sem eno gejšo, ki tudi nisem vedel, kva je. Ampak mi tako bolj, oni pa, kjer je hudi tatu, jaz samo, what the fuck, tako model. Ampak ja, zdaj sem jih prikril, veš. Ja. Simon, kaj pa, če si tako, naprimer, zbolel?
Ne, da si gripo dobil. Ni To je zdravil. žival v gozdu, veš. Sama zboliš, sama se pozdraviš. Ne? Imeli smo sicer eno zdravnico dol, ampak ona ne, si bil brez prsta, ti je dala tablet ali pa te glava bolela, veš, to ni bilo zdaj Isti nekaj. tablet. Iste tablet, ja. Tam ni bilo to nekaj, ja. Kaj pa to nasilje? Okay, ti si rekel, da so obiski prišli verjetno žene, punce. Kaj pa to najbolj značilna fora za zapornik, boš poberal žajfo? Ne, kje tega ni tam. Ne. To je, tam recimo, variant, da se to dogaja, ampak bi rekel, da v Venezueli, saj jaz sem slišal, da ne, zaradi tega, ker tam imaš obiske sredo, soboto pa nedeljo. Folk ustvarjanje seksa doma, enkrat na teden, ko še, veš, odmaralni, ne. Dost njih, ja. Ja, a veš, tako da to ni zdaj neki... Dobro, vsaj ena stvar, ki te ni rabila skrbeti. Ja, to pa je. Tudi recimo, ne vem, je samo ena tolpa, Maxima, je spremala pač homoseksualce, travestite, ne vem, pokvarjene policaje, pokvarjene vojake, samo ena tolpa jih je spremala. Recimo, kaj pa je najtežji zločin, da to oni klasificirajo? Kaj je? Pedofilija pa posilstvo. To je najhujše. Ja, to ne dočakaš neki velik noči, ja. A res? To si pomagajo te obesati. To si pol, dejansko si obsojen na smrt. Ja. Bi rekel, da je malo, ker da res mogoče niso njegovih papirjev dobili, oziroma paznik ni povedal. Kaj pa, Simon, tako, ne? Ok, jaz razumem, naložil si neke vrste tovor iz nuje, da se ti je to sploh zgodilo, da si reševal družino, eksistenco, tako da. Kaj pa ta tovor, ko si ga naložil kot luzero? A pomisliš kdaj na to, da si mogel to narediti, ali kako gledaš na te 2 leti? Iskren, tako nič ne razmišljamo niti o tem, veš, da se nalažem, po mojem sem kar, to sem pustil, tega Simona sem pustil v Venezueli. V Venezueli. Ko že večkrat rekel, tam sem ga pustil, nisem vedel, da obstaja. Nočem tudi, da še kdaj ga spoznam, bom rekel. Da ga srečaš, da pride nazaj. Ja, tako da tam sem bil res čisto en drug, no, tako kot sem tudi rekel, že tako ne, jaz sem bil v igrci tam, jaz kar v eni igrci. Tako tudi, ko mi kdaj kdo reče, pa imaš kakšne more, nikoli. Si sanjal v zaporu, kaj? Ne, nima sajta sanja tam. Kje si, že tam moraš biti v zaporu se ne sanja, odprti zapor se ne sanja. Ja, ne, v tem se res ne, ja. Tako da ja, nimam res nič, no, moja Petra, moja punca, da je tudi mogoče da sem to knjigo zdaj tudi zaradi sebe, ne, ja. Da, a veš, itak je, valjda se to je res, ne, nekaj je to v meni sigurno, ne. Zdaj, kot sem prej rekel, veš, tudi ko se pogovarjamo s temi mojimi, pravi, kva smo mi vse preživeli, pa tako mislim, vse kva pa smo, valjda, se smo a veš, tako, nekaj si njem z enega junaka pismo, ali kva, ne vem, pač borba za preživetje. Ja. A pa, tako, ko si pa pištolo dobil roko, se pravi, bom rekel, neko to ognjeno moč, a tam, tudi je bilo lajšanje ali breme? Oboje. Prav iskreno oboje. Ker si vedel, da moraš tudi vrniti. Tako je. Olajšanje je bilo to, pač se tako kot pravim. Amben ti ni več govoril, kdaj grem not, kdaj grem ven, kdaj grem lulat, kdaj grem jez, to je bilo olajšanje. Ne? Pa tako iskren pol tudi pri ženskah, ki se mi je upoštovala, to je bilo, kar pri nas, da se s Ferrarijem peleš. Tako. Ja. Kdaj smo pa prvi obisk? Prvi obisk sem pa imel 11 mesecev, po mojem. Venezuelka, Slovenka? Venezuelka. Itak mi je častil. Ja, povem, da sem pol. Ja, lihe, 10-11 mesecev, ja. To je bila sreda, je bila. Pa ta Roki, ne, takrat sem bil že god šef sobec, sem bil že tam v trojki. Ja, model nisem vedel, kdo je bolj vesel. Jaz salon pisal. Ja. Simon, hermano, ko so tako pa s tabo. Kako pa te punce, ne? A veš, a njim je bilo cool v zapor prideti, ali... Ma veš, one so gangsterke od favela, veš, to ni ambena, ki je pravnica, pa da gre malo zapornike gledati, veš, razen kakšno fetiš, če je imela, ampak to so te, veš, uličarke, bomo rekli. Se pravi, vzgojena v takem okolju. Tako je, da je nič ni, recimo, ne, tudi, ko so se kdaj začeli streljati med obiski, veš, to ni nič bilo. A nič? Ne, mislim, to ja, ampak nič kričanja, pa nekaj. To sam malo sklon, pa dol po stopnicah v svoj, pač tam, kaj je bilo na obisku, veš. To se je dvakrat sam zgodil.
Ampak tako, ja. Se pravi, navajene so tako, še vem, ko sem se z njimi pol po telefonu pogovarjal, potem slišim streljanje, sem rekel, fakt, moram iti streljajo. Se pravi, ne, to se pri nas, ne, ok, kao normalno, veš. Ja, v favelah, ja. Prej si dobro povedal to, da je prišla ven tvoja knjiga Gringo Loco, ne? Mimogrede, pozivam vse tiste, ki vas Simonova zgodba, pa verjamem, da koga pa ne bi zanimala še bolj, pozivam k nakupu knjige, ne? Ker to tudi seveda te pomaga, se je logično. Tam je zgodba opisana še veliko bolj v globino in priporočam, ampak ena druga stvar me zanima. To, da je prišla ven knjiga, da si ti govoril o tem, da si razmišljal o tem, to, da zdaj si v bistvu ogromen gosti v podcastih, v intervjujih, to je ena vrste terapija. A se ti zdi, da tudi s tem predeluješ, ne samo podoživljaš, ampak da se malo pucaš? Tudi, ampak prvotno, ko sem se pucal, je v bistvu, ko smo to knjigo pisali. Ja. Kot tudi recimo, ko so se z Alešem Čarjem pogovarjali, ne, on se je pač snemal, ne, pa tako, me je tako doskrat glava bolela, ko so pol končala, veš, sem bil pol tako kar nekako zmozgan. Ampak ja, je pa tudi čez mer, valjda se pucam, tako ki si rekel, ja. Koliko časa je pa knjiga nastajala? Let pa pol bi jaz rekel, tako nekako, let 8 mesecev. Pa kako je to zdaj? Kaj so bili to pogovori, snemanja, a veš, a si ti monologe imel, a je bil to chit-chat? Ne, on je k meni prišel, sva se pač snemalnik, ne, in sva se pač pogovarjali. On me je sprašal, jaz sem govoril, v bistvu na tak način, tako kot zdaj, v bistvu, ja, recimo, ja. Malo bolj, ne, itak, ne, bolj, malo več, seveda, ne, ja. Ampak tako, ja. Ok, zdaj imaš preiskovalni zapor, Losteke, pa si bil še, koliko časa si bil pol v tistem zaporu, preden si šel v Slovenijo? Ja, v bistvu v Losteke sem bil 2 leti pa 2 meseca in tukaj v Rodeju isto 2 leti pa 2 meseca. Ti, kako se pa pol zgodi, a je to ena, bom rekel, kako se ti začne odpirati pot v Slovenijo, pot domov? Kako to izgleda? Že tam v Lostekesu, recimo po enem letu, ne, ko si imaš pravico, da zaprosiš za premestitev v Slovenijo, pač, oziroma v kjerokoli države si. Ne. In je pol mami je že res, vsaka je čast, to je tako milijonkrat kapo dol, je v bistvu zaradi nje, je to sploh se sprožilo vse skupaj. Mame, stari. Mame, res. Mama je najbolj magična beseda. Ja, res. Ne, to so take carice, veš, to bi tudi tako bi hotel, tako se tudi jaz mogoče ne zavedam, vsak dan, ampak to se res moramo vsi zavedati, da mama je mama. Stari, jaz sem zdaj že drugi cozne oči dobil zaradi mame. Jaz sem oče tako, veš, ampak bila tak ljubezen, kaj ima mama, jaz bi rekel, da je ne obstaja. To gre čez vse. Pa boš ne vem, karkoli naredil, ti bo stala ob strani, bi jaz rekel. Ta prava mama. Pa bi rekel, da jih je ful veliko. Upam. Velikih je. Ja, a ne? Moja mama je ta prava, tvoja mama je ta prava. Ja, zakon. Od Cirila je mama je ta prava. Ja, to je gut, ja. Ne, mame so res, prav poklonil sem mamam, res. Pa veliko problemov jim naredimo, takih ali drugačnih. Ne? Ja, pa ško je najhuj, kot niti ne pomisliš. Ne? Jaz bom čisto iskren rekel, jaz, ko sem še na to, bom rekel, da sploh nisem mislil, niti predstavljal, da bom šel v zapor. Ampak sploh, kaj v bistvu prinese to, a veš, se ne pomislimo, ne, a veš. Mogli bi najprej pomisliti, kaj bomo mami naredili, pa naprej razmišljati. Veš, to si dobro povedal. Ja. Če bi vzdela en gum, bi ga udaril. Tu si tako lepo povedal, stari zdaj, mame imamo res radi. Ja. Kako se pa spomniš prvega dne, ko ste se z mami videla nazaj? To sem bil na Dobu, pa takrat imaš obisk, lih jaz sem v petek prišel, v soboto so bili pa hvala Bogu že obiski, pa si začipal pač prvič, ne, mislim, ne vem, 2 tedna ali koliko, malo več. V glavnem, itak je jokala, jaz tudi, ne, ok, ne, jaz nisem jokal, ne, to spet, tough life, pa te scene, itak vsep, ne. Čeprav sem imel solzne oči siguren, sva prosila paznika, če lahko odpre, pa itak ni, ne. Mislim, se ni smel, ne, se ni zdaj tako, ampak je videl mojo mamo, je rekel, no, da je za 2 sekunde, pa je pa so se uveli, ne. Ja, top. To je se pravi, no. Tega te mbe ne more dati, no, tako. Vidiš, zato sem ti jaz na začetku rekel, dobri gangster, ne? Ja. Hvala. Ja, pa si bil pa pri nas še koliko časa? Pa 2 leti. 6 let pa 4 mesece sem bil vse skupaj. Kako pa ta premestitev zgleda? Tu papiri pridejo iz slovenskega pravosodja? Tako, ja. Dol, ne, v Venezuelo, ja, pa se pravi, je full trial, no, se konc 3 leta trial, pa 4 mesece. Ampak ja, pol enkrat, ko sem dobil potrdilo, so 2-krat so skenslali,
Pa sem bil živno, veš, ko je Maja govorila, ja, se boš sem živno isto, tako, ma da se, ko bom, ne, brez veze se nekaj, ja, veš, s tem, mislim, brez veze, nič si ne pomagam s tem. Nič si ne pomagam, ja, če bom. Ampak ja, pa lih tako, ne vem, če za fora da pojem, tako, ne vem, ene, dve paznice sta bila Diana pa Čiki, una Čiki je tam riž pa pišanca. Čiki je riž pa pišanca. Ja, prav, Diana, Simona, ti grem po telefon, veš, tam smo dobili, ne vem, na 14 dni telefon, ne vem, 3 minute, ne vem koliko. Ampak itak smo imeli že svoje telefone skrite v WC, v glavnem. In je rekla, da boš poklical mami, veš, kao nijem direktorja. Sem rekel, ja, itak, ne. Ona gre v to pisarno od tega direktorja, pa vidi na tabli, kao Simon Translado, kao to pa, da grem. Premestitev. Pride ven z laufa, joka. Sem rekel, kaj je zdaj? Joka tam, prav Simon, ti greš domov jutr. Sem rekel, kva? Una Čiki, prav spomnim, tako je padla vilca samo jok, tako sem rekel, pa kaj jokate, kaj grem res domov, kao nisem mogel, ja, res greš. Tako sem rekel, ne zabavi se, prav, res presežem domov greš. Ja, tako sem zvedel, v bistvu, pa sem še pa drug dan. Pa si še pa drug dan lažje dušen na letališču. Ja, ne, v bistvu še nisem šel, so me dali pa tam, recimo, kaj ena, ja, pač ne vem, tam, ko imajo te pisarne, pač ta Interpol, sem bil še tam zaklenjen 3 dni za ograjo. Sem tam spal, tako na ograji zavezan. Na ograjo si bi zavezan 3 dni. Lisice. Aha. Spal na WC si šel lahko ostalo. Tako je. Ja. 3 smo bili, en Keo, ki je šel v London, pa še en Kostarika, ki je šel valjda v Kostariko, sam Kostarika smo ga klicali. Ja, tam, ja, pa na letališče, posta pa prišla slovenska. Kje so te Slovenci prevzeli? Na Simon Bolivar. Tam, ko sem končal potovanje, sem ga pospešal. A ja, tam pride že slovenski policist ali pravosodni. Ja, tam ona dva sta podpisala, da sta me sprejela in pol njih briga, pol zate. Ne. Ti pa greš pa v lisičkah, pa kje zadnji sediš v avionu? Nisem bil noč v lisicah, ker ste mi rekla, kao, mi se zbežete. Na avionu, koliko res sploh ne smeš biti zaklenen. Ja. Tam tudi, če sem rekla, me morate zakleniti, ne vem, v Slovenijo gremo del, ne vem. Da nam bežijo klepo v Venezueli, v glavnem. Ja, prvi greš na avion, pa zadnji greš ven. Ne veš, da smo parkrat vozili. Pa si se počutil malo Conair, ko si letel. Ne, tam so bile ene stevardese lušne, so mi nosile za jaz, sem rekel, pa se nisem spet toksil, pa sem se že naredil. Ja, sam tako, ko so, ne vem, ko so, recimo, ja, pa pilot je prišel, pa vse stevardese in kao pilota boš dal mir, tako kao, ja, če bom hotel, mislim, lih te bom povedal, kaj delo. Ja. A je prav pilot je prišel? Ja, vsi, ja. Sako, ja, itak, ne. A tako, malo so bili prestrašeni? Pa po moje, to je tako en, ne vem, red bi jaz rekel, ja, da je tako, prijazni je ful, ja. Se pravim, pa sem imel stevardese, so še pa da ne moram več jesti, človek božji, sem prvi zdahal. Tako da, ja, tako pa, ja, en je zraven mene sedel, en pa nasprot pač. Pa ko smo postali na Brnik, sem zadnji šel ven, ja, pa takoj v bistvu je prišla kibla, so me podplali na tole, tam, ko imajo pač na Brniku ta policija, kaj sem, tam je pa že za dob me čakal, tam sem me bo uklenil, kada sem pide terorist na noge, na roke, na pas, veš, ampak ja, se ne važno, sem bil v Sloveniji, pa govoril slovensko, veš. Si povedal paznikom na dobu, da ti drugače v venezuelskem zaporu, da si imel pištolo. Ne, to ne, ampak so pa vsi vedeli, s kje prehajam, ja. Tako da je pol tudi na koncu, proti koncu, a v bistvu na koncu, ko sem že šel ven, mi je ta direktor podprtga, pol sem bil na podprtem, je rekel, kako so mislili, da bo imeli probleme, glede na to, iz kje sem prišel, ne. Ampak pa je pa rekel, ne vem, to, ko smo imeli pomalan, nismo imeli še nekoliko, ker sem pol delal gradbeni, kao maler, pa sem i tako k vam delal, boš da malam tam, pa da sem v zobi, veš. Ja, tako da je rekel, vsaka čas, kao to, še nismo imeli nekoliko pobaran, ko imamo zdaj. Kako je pa kazen pol definirana? A tu Venezuela določi, koliko moraš časa biti v Sloveniji zaprt? Ja, veš, kako je bilo? Bilo 15 let, ampak Slovenija pa 10 let, veš. In pol se neki niso strinjali, zaradi tega je to propadal, pol takrat prvič, pol ta drugič sem pa jaz enega spoznal, tam rodo 2, pa je on zrihtel, da mi je z 15 na 10. Pač en malo večji. Don. Ja. Don Capo. Ja, tam Kolumbije. Mi smo Kolumbijano, smo ga pojmovali v knjigi. Je on v bistvu pol, da je na 10 šlo. Da je bilo pol 10, pa so pa spustali. Kaj pa neko Slovenko menjaš v povezavi z Venezuelo? To pa Karolina. Karolina pa živi tam v Venezueli, ona je prišla, vsaka je čast, je prišla enkrat, pa pol je prišla še v Rodeo 2. Pač pomagati. Pomagati, ja.
Pa denar prenesti, kar mi je v bistvu pomagala. V bistvu največ mi je pomagala, kar je lahko poklon samo. Karolina ti je v bistvu več pomagala kot telefonski klic, ki si prosil za 100 evrov. Ja. No, se po nekem času mi je poslal, po letu pa pol, ampak itak. Ja. Karolina je pol, v bistvu zaradi nje sem pol tudi več denarja jaz dobival, ne, dejansko, ne, da je ostal pol v Španiji, pol pa pri meni, veš. Simon, kaj pa v slovenskem zaporu? Ne? A so te, naprimer, so zaporniki, fanti, so te sprašvali po tej izkušnji? Ja, seveda. Ampak se pravi, jaz sem nikoli nisem malo povedal, seveda ne, ampak ne pa neki prav veliko. No. Se pravi, tudi, ne vem, Petra, recimo, moja punca, je marsikaj izvedela iz knjige, recimo, kar mi je malo zamerila, ampak ni to taka tema, da pa zdaj, zdaj, ko sem se spustil v to, ja, ampak tako prej pa zakaj bi to, mislim, nekih hvalce nimam z ničemer, ne, konc koncev. Zelo pomembno sporočilo, saj meni osebno, kaj bi ti ljudem povedal? Mislim, tako, kako se izogniti temu tovoru, tvojemu težkemu? Kaj se lahko mi vsi iz tvoje zgodbe naučimo? Če bi ti zdaj, če bi lahko predstavil nazaj čas, pa pač sploh, da si šel na to pot, kaj bi naredil drugače? Ja, sigurno ne bi razmišljal o tej poti nikoli več, niti ne priporočam nobenemu, ker ponovadi se ne končalih najboljš, ne. Mislim, komu vse mogoče verjeti, ne, glede na to, koliko je tega. Ampak tako jaz bi rekel, tako v bistvu ne mislite nase, ampak tako, kot bomo še enkrat mamo omenili, pomislite na mamo. Pomislite na mamo, pa pomislite na svoje svojce, te zadnje pomislite nase, no. Jaz recimo nisem, ne. Pa upam, da se pa bojo kaj naučili od tega. Pa ja, jaz sem v bistvu tudi, mislim, ni bila najlažja, ampak meni se takrat zdela najlažja rešitev, da to naredim. V bistvu niti druge nisem imel, ne. Tako da jaz res upam, da jih bom vsaj par odvrnil od teh stvari. Pa tudi mogoče, da se s tem v Sloveniji ukvarjajo. Ne, vse imamo kaj drugega, ne. Kako pa se tebi zdi, pač Simon takrat, pa danes, kako se ti zdi, ali pa raš mi povej, a si se spremenil, pa kako si se spremenil? A imaš, dobro, ne bi šel spet zdaj tja, pa ne bi tega ponovil, ne? Ampak, a si se ti v osnovi kot človek, ne vem, a si se mogoče malo umiril, a si se spremenil na kakršenkoli način, se tebi zdi? In psihično in fizično sem se spremenil ful, pa tudi kot, veš, nekako cenim več stvari, ki jih prej so mi bile nekako samoumevne, veš. Recimo? Voda, hrana, mir, veš, ne vem, ljubezen, da si revno relax, da te briga, ne vem, ne rabiš se obrniti, ne rabiš se nič, a veš. Vse konc koncem mi nimamo spet takih problemov, ki se jih ne da rešiti, da jaz rekel, no, ne vem. Jaz zdaj, hvala Bogu, bom še enkrat rekel, tako mi je nekako, vse gre tako, kot bi mogel, mislim, tako, kot mora iti, no. Vse mi tako se poklapa, imam družbo sem zamenil, iz družbo smo good, iz temi, ki smo ostali, ki so mi pomagali, isto, kot prej, kada smo se, ne vem, recimo, ko so na dol prišli me obiskat, so rekel, jaz sem prav, tako vsi, ne, so rekel, prav strah nas je bilo, kakšen boš, ko te bomo videli, ne, oni so itak več me spremljali, ne, ko smo se slišali, pa tako, ne, so rekel, prav, ti si bil zdaj ban, tako smo prav rekli, pismo, kakšen bo zdaj en zamorjenc tam, ja, pa ne vem. Oni so mislili, da boš imel nek post-vietnamski sindrom, ja. Ja, tako, ja, veš, potkoli je en rekel, pa ti si isti, ki si bil pred Venezuela, veš. Vse zaradi tega pesko govorim, jaz sem unga Simona pustil tam ne ostane, tam je umrl in sem spet isti, ki sem bil. No. Mogoče, mislim, sem popravljen, malo bomo rekli pozitivno, ampak tako, ja. Mislim, vsem je tako zdaj, tako sem rekel, no, ni mi več samoumevno, veš, ker odprem vodo, odprem pipa, pa voda teče, hudo. Recimo zdaj pomislim, ker prej mi je bilo tako, zakaj odprem vodo in se gre voda. Ja, pač voda gre, ne? Ja, ko moraš pa ti enkrat vodo v Ajmarje zlagati, ne? Je pa ni isto, ne? Ja. Veš, ne, res je to, kaj enih stvari tako, se pravim, pa, tako ko so prej rekli, to res zame kot ena terapija, so šel to, ne? Pa tako, da res komu pomagam, pa da ga odvrnem od tega. Simon, kaj zdaj delaš? Maler, sliko pleskar. Bravo. Ja. Imaš kombi? Ne še. Ima tale moj sodelavec. Kjer je zdaj top kombi za malarje?
Mercedes Vito imam. Cool. Ej, kaj pa je specialnost pri tvoji malariji? Kaj imaš najraje? Kaj je specialnost pri tvoji? Kaj raj delaš? Not malaš, fasade delaš? Ne, veš kaj, paletke? Ne, da se izražaš, imam rad te malo umetnosti. Ne? Zdaj, mislim, tudi valjda osnovna malarija, ampak najbolj se nekako midva izražava, ne vem, mikrotoping, marmorin, tako take, da je malo bolj, da ne znalih vsak, no, tako bom rekel. Aha. Pa tem, da daš sebe ven, saj jaz dam, ta moj, ki so skupaj pa tudi črte. Ej, kaj pa ta družba, ki na nek način te je najprej ponižala, ne, v zaporu, oziroma si se je mogel dokazati, pol so te povzeli za svojega gringota brata. Ja. Če bi zdaj srečal, če bi zdaj klele vletel, kaj je Roko, pa kaj so še bili. Roki pa. Ne, vesel bi bil ful. Veš, tudi recimo, oni so, ko vemo, ne iz Venezuele, ampak recimo oni sploh nimajo kontakta med sabo. Ne? Recimo, ne vem, kaj imamo tam, smo se eno grupo naredili, recimo, ne vem, Roki, kaj slišiš Karlito? Ja, itak, koliko časa se pogovarjal, tako ne moram verjeti. 6 let sem jaz, kao skoraj soseda, mislim, nista soseda, ne se veš, Venezuela je velika, pa ne vem, kaj se dogaja z njim. Pa tako, recimo, sem jih jaz, v bistvu jaz, gringo iz Slovenije, ne, sem jih povezal s kap modele iz Venezuele, veš. Ti si the glue guy. Ja, ne vem, ja. In pa se res tako, to so morilci, ampak ti, ki bi oni zdaj z nami sedeli, mi bi jokali od smeha, veš. Oni so bili pa prav taki hardcore. Ja, oni so pa pač gangsteri iz Venezuele, pač iz favela, veš. Ne vsi, recimo Roki pa ta Sangre, sta bila varnostnika na letališču. Mogoče bi me ona dva dobila, če ne je bilo v zaporu. Primer, ne. Tlele za levim ušesom, prej si omenil en metek, imaš ogromnih tatujev, no? Ampak sam za enega bi te vprašal. Tlele za levim ušesom imaš neko osebo, ki ti prišepetava. Kaj je to? Mislim, to je hudič. Aha. Ki mi je včasih prišepaval, pa sem ga poslušal. Stari lega. Pero bi rekel, te črn. Aha. Mislim, veš kaj, Simon, ti bom jaz rekel tako za konc, ne? Jaz sem ful vesel, da si prišel svojo zgodbo povedati, pa tudi, da si izbral pogum, pa to v celi Sloveniji. Se veš, kako smo Slovenci. Ja, pri nas že imaš hemeroide, pa je včasih težko priznati. Ne? Pa je kdo ljubosumen, da jih imaš. Ali pa je kdo ljubosumen, da jih imaš. Žar si povedal. Veš, jaz se doskrat pomislim, kako je pač iti na uno stran, pa prideti nazaj. Ne? Pa predvsem, da to, ko si ti rekel, spoštovanje življenja, pa da si Simona tam pustil, ko se je boril za preživetje, klej pa prišel Simon, slikopleskar, dobri gangster. Ful hvala ti v bistvu za to zgodbo. Ful hvala ti za to, ker ne pomislimo, vsak se trudi živeti pošteno življenje. Vsakega mama se trudi vzgojiti pošteno in danes, kar mene najbolj sezulo, vidim to, da te naše mame, ne? Zakon. Res. Da je ena res taka čarobna stvar, pa res ti želim, da boš zdaj, ko si nazaj dobil ta slovenski mer, da boš užival in živel dolgo in lepo življenje. Enako, hvala. Hvala ti res, da si to prišel povedati, pa da bomo s tem vplivali mogoče tudi na kakšne mlade prestopnike, ker kolikor jaz tebe razumem, v tistih 2 letih v bitki za življenje, ne, v gangsterstvu ni nobene romantike. Ne. Zelo malkrat. Jure, jaz nimam sploh kaj dodati, zato ker se mi zdi, da si lepo Jure povzel. Bi pa rekel, da lahko vplivaš svojo zgodbo ali pa svojimi izkušnjami na mlade prestopnike, delikvente, v bistvu kar na vse ljudi. Tudi se mi zdi, da je prav, da poudarimo, da ljudje smo pač tako narejeni, da delamo lahko dobre stvari, ampak se mi zdi, da ni človeka, ki pa ne bi delal tudi napak. In pač jebi ga, stari, včasih človek v življenju sprejme napačno odločitev v dobri veri, da bo nekaj dobrega naredil, seveda zadnji ti je prišepnil, da boš hitro rešil eno stvar, ampak vsi, brez izjeme, se mi zdi, da delamo napake. In majhne napake lahko naredijo ta butterfly efekt in se lahko to prevali čez noč praktično v napako, ki ti lahko spremeni življenje. Tako da mislim to, da nekdo, kot si ti, pride povedati svojo zgodbo, ki je tako ekstremna po svoji naravi, je lahko ene vrste semafor življenja, po kateremu se vsi lahko ravnamo.
Ne rabiš imeti opravka z drogo ali pa imeti življenje tam, ne moreš strehe zamenjati. Veš, napake so tudi mehne, se jim lahko izognemo in je to lahko samo fajn, če slišimo nekoga, ki si upa tako odprto govoriti o tem, ker pač dejstvo je, da ti si prišel nazaj, pa če bi tiho ostal, tudi ne bilo nič narobe, ampak si pa se odločil napisati knjigo in si se s tem dodatno ožigosal, ne? Ampak se mi zdi, da je to prav, pa da je to dober način. No. Zdaj pa vprost, atmosfersko vprašanje pa vsem dobiš. Ne? Stari, kaj bi pa tvoj prvi avto? Jaz sploh še nisem imel avta. Ali me zabavaj? Ne, res. A imaš izpit za avto? Ne. No, to moramo Tako da ni to pravo vprašanje. Ok, pa je odkle naprej. Kakšen avto bi si pa želel? Porsche. Ampak te star, old school, so te spet, old timeri pa to zdaj. Ja. O, stari. Ja, Ne, v bistvu lažem, kupil sem moj Opel, kva imamo? Ne vem, ti mi povej. Bravo. Ne, Fiat bravo. Fiat bravo. Sorry. Fiat bravo. Ja, Fiat bravo. O, Madonna, stari. Ja, dobro, se smo mogli iti malo na gor. Ja. To star, hvala, ki si prišel. Enako. 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 Shit. Tega odgovora nisem pričakoval. Zdaj pa lahko zakoličimo, stari.